Ljudje in ljudine, poslušate 132. epizodo, drugo epizodo 5. sezone podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in uposlušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z. Obot, odstranjevalci biba les, onkraj dopustnega, smo, tako kot skoraj vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp Yo. in moja malenkost Aljoša Harlamov, in tudi tokrat imamo gosta, prvaka državljanskega novinarstva in premišljevalca novinarstva kot četrte veje oblasti v informacijski družbi. Z nami je državljan oziroma državljan Domen Savič. Pozdravljeni. Okay. Kako si, Domen? V redu sem. Zdaj sem, ne boš verjel, na dan snemanja sem prišel iz Maribora, kjer sem že drugi dan imel delavnico po filmu Gaj in svet, ki sem ga celo gledal, pač v celoti. Lahko se pol na koncu pogovarjamo, zakaj otroci v kinodvoranah očitno zdaj ful ploskajo. Ne samo na koncu, ampak tudi vmes vsakič, ko se pojavi na platnu Juri Zrnec. Drugače pa v redu, malo imam glas sezonsko obdelan, kar pomeni, da imam neko vnetje, ampak zelo sem vesel, da sem z vami. Hvala za vabilo in veselim se debate o seriji Better Call Saul. Današnja epizoda je, ker smo vam obljubili, da bomo večkrat delali tudi kakšne starejše klasične vsebine in mi obljube izpolnjujemo. Saviču nismo nič obljubili. Posvečena filmu, pa tudi romanu, knjigi, po kateri je nastal Starship Troopers oziroma Vesoljski bojevniki iz leta 1997. Če filma slučajno še niste pogledali, potem za vas velja pošteno opozorilo, da bomo o njem govorili brez zadržkov, torej z vsemi kvarniki, zato na tej točki nehajte poslušati, poglejte film in se vrnite k poslušanju epizode, ko boste to misijo uspešno opravili. Če pa ste film že pogledali ali pa ga niti ne nameravate gledati in vas bolj zanimamo mi, pa se udobno namestite, pripravite pips in odrinite z nami na medzvezdno potovanje med vesoljske žužke. Maestro, zašpilaj Nikolaja Rimski-Korzakova. Kdo bo prvi vprašal? Kdo bo izkazal svojo intelektualno inferiornost in bo vprašal? Brez problema, to bom jaz. Kaj je to? Pridružujem. Ti tudi, jaz mislim, da ti veš, ker ti je bilo smešno. Ne, Igor se sam smiji preimka. Harp se pa res lahko. Tako pač žužki so, ne? In en komad je njegov, en najbolj znani komadov je The Flight of the Bumblebee, tako je. Nisem našel nobene ohroščih, se oprečem, pa potem jaz so to, vse so ohrošči. Pa kaj od Beatlesov? Ja, recimo. Še enkrat dajmo pustiti. No backseat. Kaj danes delamo? Starship Troopers, pešake medzvezdnih ladij. Niso pešaki, marinci so, ne? Marinci so, zdaj pa še to. Jaz se oddam. Zdaj upam, da bom kaj v nadaljevanju prav povedal, skratka leto je 97, to sem dvakrat preveril, tako da. In pa film je trenutno na Disney Plus dosegljiv, skratka legalno tudi pri nas. Mislim, da je kar Disneyov, tako da bo vedno tam. Tudi Disneyov film. Ja. Ali pa Foxov, kakorkoli, pač, tam bo. Pač to je v bistvu prequel tega Bugs Life, pol, ne? V bistvu. Brez Woody Allena. Ne, Woody Allen pa je v NZ. A ni v Bugs Life? Kdo pa je v Bugs Life, pol? Ne vem točno. Ampak tiste je skoraj hkrati ven prišlo. Možno, Okay. Zašli smo. Would you like to know more? Žanr je znanstveno-fantastičen film oziroma vesoljska opera, tudi vojaški znanstveno-fantastični film in če citiram iz našega pojmovnika žanra, kar radi počnemo, čeprav zelo redko. Vesoljska opera je znanstveno-fantastični film oziroma serija z zgodbo o potovanju po vesolju s tehnično naprednimi vesoljskimi ladjami, ni sicer nujno, da gre za prihodnost ali da potujejo zemljani, lahko se dogaja tudi kakšni galaksiji daleč stran, pogosto v znanstveno in tehnično naprednejši družbi od naše.
je eden najbolj priljubljenih podžanrov znanstvene fantastike. Večina dogajanja se navadno odvija na vesoljski ladji ali drugih vesoljskih plovilih, na medplanetarnem potovanju oziroma na različnih eksotičnih in Zemlji bolj ali manj podobnih planetih, ki jih naseljuje druge civilizacije, družbe in bitja. V vesoljskih operah se stik med različnimi civilizacijami z različnimi naprednimi tehnologijami ali biti nadnaravnih moči, žal še vedno največkrat razvije v spopad. Običajno so vesoljske opere mešanica znanstvene fantastike in akcijskega filma oziroma serije oziroma pustolovskega filma oziroma serije. Veliko je pogovorov o pogonu vesoljskih plovil, pogosti motivi so teleportacija, kriospanec, vesoljska invazija, bližnji stik z vesoljci, ki nekako zmeraj znajo angleško in tako dalje. Kadar v zgodbi prevladuje medzvezdni spopadi in vojne, že govorimo o vojaški znanstveni fantastiki. Okay. So pametni ti ljudje, ki so to napisali. Ti bi lahko, v bistvu je to mokre sanje antivaksarjev in ostalih teoretikov zarot, če tako gledaš. Ne? Če zdaj bereš v bistvu pogovorov o pogonih, teleportaciji, kriospancu, invazijah, bližnjih stikih, to je vse Facebook. Ja, vse to najdeš tam. Vse to najdeš tam, to pa je resnično. Ja. Obenem pa je seveda tudi protivojni film oziroma politična satira in antiutopija. Ampak o tem bomo povedali več v nadaljevanju. Zdaj le pogledamo ustvarjalce, to je seveda režija Paula Verhoevna, ki je predtem naredil dva evropska oziroma taka bolj znana filma, romantično dramo Turkish Delight in pa psihološki thriller The Fourth Man leta 1973 oziroma 1983. Potem se je preselil v Hollywood in naredil tam Robocopa, ki ga bomo mogli enkrat delati. Ja. Total Recall, ki ga bomo mogli enkrat delati. Oziroma v takratnem prevodu Popolni odpoklic. Res. Ja. Čudovit prevod. Moj bog, popolni odpoklic. Ja, odpoklicali so ga nazaj zaradi tehnične napake. Zdravo, jaz imam reklamacijo. Naredil je tudi Hollow Mana, Jej. Basic Instinct iz 92 in Showgirls iz 95. Na zadnje pa smo ga gledali, mislim, da 2 leti nazaj, na Lifu, njegovo Benedetto, tudi Igor je govoril, mislim, da takrat si ti, Igor, predstavil. Poglejte, skratka, to epizodo. Scenarij je delal Ed Neumayer, ki je delal z Verhoevnom tudi na Robocopu, pa naredil je nadaljevanja Starship Troopers 2, 3 in 4, tretjega je tudi sam režiral. Bog mu pomagaj. Predloga je po knjigi Roberta A. Heinleina, ki je išla najprej revijalno, kot knjiga pa decembra 1959, za njo je naslednje leto prejel nagrado Hugo za najboljši roman. Hugeja je dobo. Hugeja. Sem mislil, da je še gu Hugeca. Ne, mi Štajerci. Mi smo rekli Hugeja na Štajerskem. Tatari, tatara, tataru, igra je šla po zlu. Pa začni. Ja. To pa naši milenijski gledalci. Če zdaj začnemo Hugota razlagati, kako si to na telefonu igral in gledal. Na stacionarnem telefonu, ampak je mogel imeti, nismo imeti rotacijske. Ne, tisto je god level, veš. Ampak, če to začnemo razlagati, to je pa še ena epizoda. Na televiziji so bile včasih računalniške igre. Na vse. Mimo grede, še predtem pa so bile računalniške igre na radiju, ko je RS piratiziral stvari. Ampak ja, skratka, would you like to know more? To je za kakšne weird zadeve. In preden gremo pogledati igralce, bo Igor seveda povedal obnovo zgodbe za tiste, ki pač to poslušate, čeprav niste gledali filma, ali za tiste, ki ste film gledali pred davnimi časi in ste ga že pozabili. Igor, lepo prosim. Ja, dogajanje je postavljeno v 23. stoletje, na začetku se odvija v Buenos Airesu, potem pa se preselil v vesolje. Glavni junak je Johnny Rico, ki ga igra plavolasi Casper Van Dien, in je to sam sebi razložil, kot da so potomci pobeglih nacistov. Tako da super backstory si je zmislil. In ga spoznamo kot srednješolca, potem pa se pridruži vesoljski mornarici kot pešak. Film, tako kot knjižna predloga, spremlja Johnnyja in njegove prijatelje skozi vojaško kariero, skozi bitke in nova spoznanja glede narave življenja in družbene ureditve. Knjiga je zaslovela predvsem zaradi natančnih in prepričljivih, res cool opisov delovanja bojne opreme vesoljskih marincev in iz tega je potem črpalo cel kup drugih avtorjev, najuspešnejši med njimi pa je bil seveda Mitotov najljubši
režiser James Cameron v Aliens 2, mislim v Aliens. Knjiga je polemična, ker je na videz politična militaristična propaganda, ampak mogoče je satira, medtem ko je film kar direkt satiričen. V knjigi Johnny veliko razmišlja o družbeni ureditvi pa politiki, v filmu pa predvsem o ženskah. Normalno. To je ta Lost in Translation. Ne? Človek začne s politiko in to prevede v ženske. Well done. As one does. Well done. Ja. Vedno se vsa politika začne in konča na telesih žensk, tudi to vemo. Igrajo, skratka, Igor je že omenil Kasperja Van Dina. Dean. Jaz to preberem Dean, ne vem zakaj. Diana. Dean, ja. Okay. Ki igra lika z najboljšim imenom ever, Johnny Rico. Čeprav v knjigi je pa Juan. Ja. Ja. Ja, okay. Ja. To je vse, kar vemo v knjigi. Meni se je zdelo vedno tako dost basic od njega, ne, da pač Johnny oziroma Juan je iz bogate družine in posledično mu je ime Rico, kar dobesedno pomeni bogat. Tako da je Heinlein. Glej, človek je pač dost pustil bravčevi domišljiji. Posnel je drugače Tarzana and the Lost City, Tarzan and the Lost City leta 98, se pravi leto pozneje zatem. Sleepy Hollow je igral, 99 to omenjamo tudi zato, ker imate v 20. epizodi, 20. našo epizodo posvečeno temu filmu. V Drakuli 3000, to omenjamo, se veste zakaj. In pa na zadnje... Jaz sem gledal Drakula 2000, ki je bil zelo slab in kjer Drakulo igra Gerard Butler z dolgimi kodrastimi lesmi. In potem je Drakula 3000, kjer sem začel začetek gledati, kjer v bistvu pokaže, da je on se vrgel skozi okno, ga je sonce skurilo in zdaj je en drug igralec. Je kar briljanten prehod, moram priznati. Na zadnje pa, ampak zanimivo se mi zdelo, tole najdete na YouTubeu, Batman Dying is Easy. Je igral v nekem fanovskem filmu o Batmanu. Cool. Tako imamo radi. Ja. Potem je Dina Meyer. Dina. Kaj? Dina je, ok. Dina, ja, ne. Vam ste mu popravljali, ful. Ja, ne vem, kaj me. Se mogoče bo tretje ime prav prebral. Ja. Upajmo. Dizzy Flores je igrala v Beverly Hills, tistih pravih Beverly Hills, skratka v izvirnih Beverly Hills. Potem v Johnnyjem Mnemoniku iz leta 95, spet pogledajte 76. epizodo, ker smo govorili tudi o Johnnyjem Mnemoniku. V Star Trek Nemesis leta 2002 in pa je detektivka Alison Carey v franšizi So, se pravi Žaga. Za te tiste, ki vas zanimajo. Kaj je bila ona Star Trek Nemesis? Zelo mind-blowing. Ni ona, čakaj, kjer je že Star Trek Nemesis? Je ta z Tom Hardyjem. Tom Hardyjem, ja. Ta zadnji. Ja. A ni ona ena od Borg? Tam ni Borgov. Ni Borgov noter v polje pa... Ok, dobro. Neko vlogo ima tam, no. Kaj je zdaj najjasnega? Dobro, da smo imeli te zapiske tako že več dni na nekem Google Driveu in da zdaj to tle neki razčišujemo. Da nisi ničak, si je naslednji. Ja, bravo. Tretji gre. Carmen Ibanez, I guess. Igrala je Wild Things, zelo znano. Ibanez. Kako ti rečeš kopalni kadi, drugače lepo? A je bajna, a je banja? Viš, da imam valček gor, gledaj. Ja, nič nima valčka. Kako se reče kitara? Bondovo dekle v Christmas Jones v The World is Not Enough, Svet ni dovolj, leta 99, potem pa je igrala še v ene par filmih, Scary Movie 3, recimo se mi je zdelo vredno zapisati, in pa Love Actually. In gremo naprej, Jake Busey, a sem to zdaj prepovedal? Ja, bravo. Bolj znanega, kakorkoli po ime, Garyja. Od ta starega Buseyja tam malo. Je znan kot Johnny Bartlett v The Frighteners iz 96, potem recimo serija From Dusk Till Dawn, pa franšiza Predator. Neil Patrick Harris igra nekega telepata, njega poznamo kot Dougija Hauserja. Ja, Dougie Himmler tlele. Barryja Stinsona v How I Met Your Mother, Count Ola v A Series of Unfortunate Events. Igral je tudi v Smrkcih, to se mi zdelo vredno zapisati. Jaz sem gledal te Smrkce in Smrkce 2. In v Gun Girl. Ja, drugače, njegov lik Barryja Stinsona je grozen človek, ampak je smešen, ampak je res ono ženskar, ki
res grozen človek. Ampak potem se je avtorjem serije zdela ful dobra ideja, da so izdali knjigo z dating tips tega ženskarja. Tega groznega človeka. Ja. Ki jo lahko kupite na Amazonu. Ja, vse za zaslužek. Potem imamo Sergeant Zima, ki ga igra Clancy Brown. Clancyja Browna boste gotovo prepoznali takoj, ko ga boste videli, igra v Bad Boysih in potem je naštepal še kar ogromno teh zlobnežev, The Kurgan je iz Highlanderja, pa v Shawshank Redemption igra, v Promising Young Woman je, tole potem smo delali 115. epizodo, Brother Justin Crowe je v Karnivaleju, Kurt Caldwell v Dexterju New Blood, to jaz ne gledam, drugače pa glas Savage Opressa v Star Warsu, Clone Warsu. Potem imamo še Setha Gilliama, Sugar Watkins, ki ga zdaj najbolj prepoznamo po tem, da je Father Gabriel Stokes v The Walking Dead, samo še nekaj epizod pred koncem serije. Patrick Muldoon je Xander Berklo, na zadnje smo ga videli mogoče tistih 6 ljudi v Vanquish pa Deadlocku. Noben. Ja. In na koncu bi... videli. Kako da ne, kdo pa zikr gleda. Na koncu pa je absolutno treba omeniti Michaela Ironsida kot žona Racaka, bi jaz to mislim po moje. Rašček. Ja, po moje je to mišljeno, kakšen polski prijem, mislim, je tako. Se zaderejo, noter Rošček. Ja, ampak lahko bi bil Raček. Lahko je slovenski, pač mogo spremeniti primek v tem čudnem. Žan Raček. V bistvu Jaka Racman. Res, Dobesedno. Wow, ok. Ki je Daryl Rivok v Scannersih, pa v Top Gunu je igral, tudi tam nekega generala, v Total Recallu je igral, ker smo ga že omenili danes, zato danes, če boste jutri začeli to gledati, ne nas obtoževati. In pa v Highlanderju, ki ga tudi zdaj že spet omenjamo, ampak on v dvojki. In v 3. sezoni je zamenjal kapitana v Sequest DCV, ki so potem serijo skenslali po 13 delih ali nekaj takega. Thanks, Michael. In pa Terminator Salvation je igral, drugače pa on posoja glas Darkseedu v DC Animated Universe. Darkseid. Izgovori se Darkseid. Darkseedu, tako ne vem, kaj govorim. Dark pa hrvaška različica tega Aica, Sida, veš kaj. Ja. O moj bog. Ja, to sem najprej slišal. Lahko bi na hitro prebral vrgu Darksida. Darksida. Kratka, ima black metal band. Še kar zanimiv cast in to so bolj ali manj vsi, ki so pomembni v tem filmu. Poleg Žužko. Ja. Ki pa nimajo Kdo je imen. Žužka igral? Žužke nisi nič predstavil, ne? Pa ful jih je, ful se trudijo. Ja. Brainbug. Ja. Warrior. Tako. Ja. Tankbug, pa on bogi revež, ki je bil na mizi operiran oziroma seciran. Tako. Ja. Tista scena, dajmo tu začeti. Ja, dajmo nekaj random začeti, zdaj bomo v tej sceni, ko skratka secirajo žužke na To, by the way, njihove je anatomije. Vrhovnova najljubša scena v filmu, koliko sem pač trivio zmogel prebrati na IMDb. Čist preveč, jaz se strinjam. Ampak ta scena pač ponazarja, v Ameriki, v srednji šoli je dost standardn postopek, da na eni točki seciraš žabo, potem pač so imeli ljudje proteste glede tega, whatever, ni važno, ne? Ampak ful Američanov je tekom srednje šole seciralo žabo. In tu pač je to, zdaj v prihodnosti bomo pa secirali alien bugs, ne? Ampak kak je to posneto, s kakim veseljem pade tale Johnny Rico not v to, in pa je to, kot da je pač božično darilo odprl in najdel not en kup stvari, ki ga veselijo. Tak, ta scena je malo weird. Se vam ne zdi? To je samo neka mala veselja. Je v službi te, ajde, če že gremo na teme, ne, je v službi te indoktrinacije. Ne. Mislim, vsa ta šola deluje kot veliki kompleks za neko določeno, mehko, recimo v narekovajih indoktrinacijo v smislu sovraži žuželke, ne imejo do njih nekega odnosa, ne identificiraj se z njimi in tako naprej. Kar mislim, da je tu zelo simpel pokazano. No. Mislim, tako čisto ok. Ne. Zgolj Denise Richards je tista, ki malo zbledi pa bruha, ne, in pa se še posmehujejo z nje in tako. Tako da ja, zdi se mi, da je zelo taka učinkovita mala scena, ki se pokaže najprej v prvič z tem učiteljem, ne, z tem žono Raščakom, ne, oziroma Jaka Racmanom, ki jih indoktrinira v smislu, on uči kao zgodovino, torej kaj je citizen, kaj je civilian, kaj je
vloga nasilja, pa moči, pa avtoritete in vse to skupaj. Skratka, kaj je država? Ne, Ja, on ne uči zgodovine, ampak državljansko vzgojo. ja Tako. v bistvu tako je, domoljublje, rečemo temu. No. Ne, kar državljanska vzgoja, se reče temu ja. civics. Ja. No, skratka, pol pa ta druga scena še pa doda ta neki dodatni, malo bolj, jaz mislim, da še skoraj da bolj zlovešči pristop do tega, ne, pa moraš, da se ti pokaže sovražnika, tisto tuje, tisti veliki drugi, ki ga pač seciraš, do katerega v bistvu Riko ne kaže prav nobenega odnosa, v bistvu one čreva, pa ne vem, ko vse ven Srce vleče. želodec, Ja, tisto vleče ven totalno brezbrižno. Ne. Ja, kaj je pa seveda to pomembna lekcija v tem, da pač ti moraš poznati svojega sovražnika, da ga lahko v tem primeru ubiješ. Ja, Tukaj saj to- gre samo za to. To država zahteva. Ja. Tako. Mogoče gremo na začetek, ker se malo pogovorimo najprej o filmu, najprej seveda o knjigi. Mogoče Igor je že nekaj namigoval na to. Skratka, knjiga je bila seveda sprejeta bolj kot malo bolj resna, ne satirično. Ne? Čeprav zdaj marsikdo neka branja za nazaj trdijo, da gre za satiro. Ne? Ja, ko je knjiga nastala, to je vseeno treba razumeti, da je to bilo eno drugo obdobje. In zdaj ne govorim tega, običajno si to reče, kot probaš seksizem upravičiti, ampak Tako. tukaj se gre bolj za to, da avtorji takrat v znanstveni fantastiki so bili kot študenti prvega in drugega letnika filozofije, ki odkrivajo nove stvari in bolj probavajo. Kako si to lepo Ja. povedal. In Heinlein, pa tudi potem Herbert, recimo, pa Asimov, pa Arthur C. Clarke, on še mogoče najmanj, so se ful ukvarjali z enimi temi osnovnimi vprašanji. Zato, ker je tudi treba razumeti, da se je družba takrat spreminjala. Komunizem je bil na eni strani mogoče celo viable opcija in ZDA so probali narediti vse, da bi to ustavile. Zdaj, če berete Chomskega ali kaj takega, pridete do tega, da so imeli zelo lep sistem, kako so ga ustavili, in to je tako, da so ustanovili suburbijo. In oni so v bistvu Američani so se nekako uspeli upreti komunizmu na ta način, da so dali delavcem toliko denarja, da jih ni skrbelo za njihovo eksistenco in so jim organizirali življenje tako, da niso imeli časa se ukvarjati s tem, da bi pač zrušili državo. Medtem pač sci-fi je se lovil v različnih idejah in Heinlein je bil izrazito libertaren. Menil je, da pač bi morala država imeti čim manjšo vlogo, ampak hkrati pa je bil tu zdaj na družbi en ta močen pečat vojske. Ne? In vesoljski bojevniki, zdaj on se nikoli ni čist izjasnil, kaj je hotel, pa se je različno izrazil, pa imel je različne teorije, ker se je razvijal kot človek, ampak v osnovi je tu bil neke vrste poskus, kako pa bi izgledala družba, če bi vojska bila glavna, ampak bi bila vojska nek relativno odgovoren akter, ki bi pustila ljudi, ki se nočejo vojskovati, na miru. Ne? In je pač naredil ta neko družbo, kjer je državljan samo človek, ki je odslužil vojsko, kar, kot je v knjigi razloženo, najprej ne pomeni čist nič, dokler ne pride človeštvo v vojno z temi vesoljci. In v knjigi so različni vesoljci, ki niso povezani. Eno so bugs, eno so suhci, kot temu reče, ki jih pač oni ubijajo. In človeštvo je pač ne v eni vojni, v mnogih vojnah. Ne? In potem pa začne biti problem, ko napadejo Buenos Aires, kar je tudi v filmu, ko pač začnejo te žužki metati asteroide v zemljo. In potem pač družba postane še bolj militarizirana in ta propaganda še bolj prežame vse pore družbe. Hkrati pa ne moramo tega čisto točno vedeti, ker spremljamo zgolj iz perspektive Juana Ricota in njegovih prijateljev, ki so itak vojski, tako da so popolnoma izpostavljeni propagandi in ničemur drugemu. Ne? Ja, tako sem tudi jaz bral o tem. Zdaj, jaz se dobro ne spomnim, zdaj priznam, da knjiga, ki sem jo bral takrat, ko je šla v slovenščini, se pravi, je tega zdaj že kar nekaj časa, ampak ja, spomnim se, da je pač v knjigi precej večja glorifikacija vojske, kot recimo zdaj v filmu, oziroma da je v filmu vendarle ta satirična ost dokaj
jasno ali pa tudi ne prisotna. Ne. Tukaj je meni zelo zanimivo, ne, kako se interpretacije nekih umetniških del za nazaj spreminjajo. Ne. Skratka, danes bi radi marsikdo videl, da je že on opisal noter satiro, ne, da ni mislil vsega res, da je samo prikazal neke stvari. Po drugi strani se seveda, mislim, da se je tudi on branil, da je pač on samo si zamislil to družbo, da ni, ampak se ujema to, tako kot si ti povedal, totalno z njegovimi libertarnimi vrednotami. Hkrati pa v filmu marsikdo ni prepoznal satire v začetku, ne? In je dost kritik bilo odklonilnih, ravno zaradi tega, ker se mi je zdelo, da gre za čaščenje nasilja in čaščenje vojske in nekako niso prepoznali satire, kar je meni še kar čudno, no? Moram priznati. Jaz moram reči, da ko sem ga prvič videl, se mi je zdel super film že od začetka in se mi tudi zdela satira dokaj jasna, zaradi teh spotov televizijskih, ki so vmes, ki so jasno narejeni, tako da malo kažejo to resnico. Je pa res, da tisto, kar jaz pri tem filmu najbolj občudujem in kar je meni najbolj všeč, je pa, da je ta satira ni nikoli dobesedno prikazana v tem smislu, da je satirična ost ves čas prisotna, ampak ves čas je tudi ta, mi spremljamo te junake skozi to propagando in jih nikoli ta propaganda ne zgubi teh junakov. Skratka, mi nimamo lika, ki bi rekel, ne, to je pa propaganda, jaz ne verjamem v to, nimamo upornika, ki se upre neki antiutopični družbi, ampak imamo ljudi, ki živijo v antiutopiji, mogoče, no, da ni, ampak recimo, da je to neke vrste, v kakšni seriji bi to komod bila antiutopija, ampak se kot da ne zavedajo, da je antiutopija. Za njih je to pač normalna družba. Mislim, logično, ampak izpeljava, jaz vidim dva recimo problema ali pa dve finte. Ne? Okay. Eno je ta paralela, če gledaš zdajšnjo recimo ameriško družbo ali pa ameriško družbo v zadnjih, ne vem, od 9/11 naprej, kjer vidiš v bistvu, da je Amerika v bistvu dela ne samo zunanjo politiko, ampak tudi gospodarstvo in vse ostale, da rečem, družbeno relevantne panoge, je v neki točki faktor ameriška vojska. Ne? V filmu je recimo tle, se mi zdi ta zanimiv zaplet, da rečem, ne, da zakaj grejo ljudje v vojsko. Ne? Se pravi, ti imaš delavce oziroma ljudi, ki delajo doma na SP-jih, in imaš ljudi, ki preživijo dobesedno pač ta regiment vojaški, zato da grejo potem lahko služiti družbi kot civilni politiki oziroma da lahko kandidirajo za, kot bi direktno prevedli, za pisarne, za office. Pa tudi volilno pravico dobijo. Pa volilno pravico. Ne? Ja, pa še več. To, in tukaj vidiš v bistvu to vprašanje, ne, zakaj bi kdo to počel, ne, se pravi, zakaj bi šel kdo na vojaško oziroma na vesoljsko ladjo streljati neke žužke, ki so močnejši in jih je več. In jih je težko ubiti. Itak ne zgleda, da bomo to kdaj zmagali, ampak je to v bistvu autofire na miško, pa gremo. Da pol v bistvu vidiš, da je razlog, ne, da so to mogoče parodija ali pa tragikomičnost, ne, da so to mogoče res ljudje, ki hočejo, ne, služiti v miru, ampak zato morajo preživeti vojno. Ne, ker noben pol od teh ne gre, mislim, grejo, dobivajo neke čine, pa so tam šefi, ne, ampak vstopijo pa v to mesoreznico zaradi tega, ker bi bili radi na koncu v bistvu, ne, poslanci v občinskem svetu. Recimo, ja. Kar mogoče res ni tako slaba ideja. Ja, samo veš, ta družba postavlja zelo stroga pravila. Ker ene ta mogoče najbolj emocionalno, kako ne rečem, resničnih ali pa čustvenih momentov je takrat po nesreči v bootcampu. Ena gre ven iz bootcampa oziroma opusti trening, v sceni prej pa pove, da v bistvu ona zgolj služi za to, da bi lahko imela otroka. Ne, ne laže. Jaz ne razumem v bistvu. Ne mislim, da prav reče, da lažje dobiti papirje. Lažje dobiti papirje. Ne reče, da ni mogoče, brez, ampak je pa lažje. Je pa lažje. Ja, ok. Pač to se mi zdi zanimivo, ne, da v bistvu kao ni zgolj
to, da ti da dostop do nekih vplivov moči ali pa v bistvu do udejstvovanja v nekem javnem političnem prostoru, ampak že kao, da lahko z služenjem si olajšaš, kar mi tretiramo kot nek normalen družinski osnovni life, recimo, ne? To se mi je že zdelo malo, tu se mi zdi, da nastopi že tista prva ali pa ena od osnovnih teh kapric fašizma, ne? Kao, kad v bistvu že začnejo v te pore noter zahajati, ne? Pa taka, v bistvu zelo subtilna fora, ne? Ja. Krati, jaz mislim, da v filmu ni čisto najbolj 100% jasno, ne? Kakšna so razmerja, recimo hierarhična, ali pa kakšna je razredna, kako je razredno ta družba urejena, ne? Ker vidimo mi v začetku Johnnyja Ricka, ki je sin bogatih staršev, skratka, oni so imajo neko, dobro, zdaj ne vem, mogoče imajo pa vsi take rajske bajte, ampak tako nekako je vrženo, skratka, ko ga spoznamo, ampak tudi ta scena ista, jo ti zdaj omenjaš, kjer on potušem, njega je seveda sram priznati, zakaj je on vojski. Jaz mislim, da deloma, seveda je ga sram zaradi tega, ker je njegov razlog najbolj banalen, pač zaradi babe, ne? Druga stvar, ki pa je pa njega sram tudi zaradi tega, ker je on iz višjega sloja in je tukaj zdaj ni njegova življenjska, vsi imajo neko to, ja, rad bi bil civil servant, rad bi bil ne vem kaj, on ima pa sem to pač ženska, njemu ne bi bilo treba vojsko, je iz bogate družine, hotela sta ga starša poslati nekam potovati v neke ne vem kaj, neke plaže ali kaj. Neke plaže na nekem planetu, ja skratka. Viš to pa, I hear you, ne, ampak jaz pa tega nisem začutil, ne. A veš, ja, je zbogate, pokazano je tako, ampak niti ostali, kako se do njega tretirajo, ne, obnašajo, vsi njegovi prijatelji, pa potem vsi njegovi sopajdaši iz pešadija marincev, ne, v bistvu nikoli ne izpostavijo, da ti si bogat, ti si, ne vem, on kid, na katerega se bomo spravljali, ali pa kakorkoli. Zgolj ta tuš scena je v bistvu zelo pomembna ravno zato, ker vsak nekako zacahna ali pa naznani svoj motiv, ne. In noben v bistvu kao ne izpostavi tega, da ti si pa bogat, zakaj pa, veš, to pa to. Riko ta je sram, zato ker je v bistvu najbolj banalen razlog ravno to, šel sem zaradi dekleta, ne. Ampak eden, naprimer, tamle je to čisto ameriški razlog, zato ker mi bo vojska plačala štipendijo za Harvard, ne. Pa take fore. Ja, ampak recimo, on bi pa lahko gre na Harvard, ne? Ja, zato ker mu fotor lahko plača, ne. Ja, no. Ampak, se pravim, ampak to vemo samo mi, ne? Ja, se vem, nisem rekel, da oni vejo. Hočem sem povedati, da je nakazana. Imaš pa prav, ni čist jasno, ne? Ni čist jasna ta družbena razlika, ker ni povsem jasno, kako si lahko bogat, recimo, če nimaš državljanstva, ne, če nimaš državljanskih pravic. Kaj točno je, kakšna je točna razlika tega, ampak jasno je, da je njegovima staršama, se pravi, fotor in mami, je to biti vojsko, pač seveda strah jo je za sina, ampak krati je tudi tako, počastjo, se mi zdi nesmiselno, zato ker ti greš zdaj na Harvard, ti boš nekaj uspešnega v lifeu, ne? Tukaj je malo problem tega sveta, ki ga vzpostavlja, ne? Ful pomembno dejstvo, ki se ga je Heinlein zavedal, dan danes pa ni čist jasno, ne? V Veliki Britaniji si ti imel že od nekdaj sloj premožnih ljudi, ki so bili bolano bogati. In tem ljudem ni bil se biznis ključen, ampak jim je bil iti na Oxford ali Cambridge in potem delati v državni upravi. To je bilo častno. S tem, da je tem istim ljudem bilo isto častno iti v vojsko, kjer potem so od zadaj sedeli, niso bili na fronti in so čisto vsi vredno preživeli in prišli nazaj in ugotovili, da ker so vložili v neke delnice, so vojni dobičkari in lahko so še naslednjih 5 generacij privoščijo lisice loviti. To se mi zelo specifično, Igor, da bi povedal. Lord Igor. Earl of Harvard. Ampak ja, prav to je bilo še v 50-ih, da je služba v državni upravi častna in pomembnejša kot v biznisu, kaj šele v oglaševanju. Ja, bolj so pa posneli Bastarda, pa je bilo vse kot. Ja, I get it, ja. Je pa tudi ta fora, mislim, če smo že pri tem worldbuildingu, ne, meni je zanimivo, če se tu eno vink naredim, ne, da je zanimivo, da je to na nek način neka postfeministična družba. Pa ne govorim samo zaradi tuš scene, ne? Ker pač ja, so vsi nagi, pa je pač to nekako... Ja, dragi poslušalci, ki niste gledali filma, govorimo o resničnih tuših, ne o trgovini tuš. Ja. Se pa priporočamo za sponzorstvo. Pa potem vidiš, ne, na bistvu vseh teh vojaških položajih,
Da v bistvu ni neke prepreke ali pa bremsa ali pa kakorkoli za katerikoli spol, da bi bil višji. Ja, je pa manj žensk, no, to je na prvi pogled očitno. Ja, pa niti ne. V bistvu, kaj imaš kapetanko, ki prevzame tutorstvo nad tem kopilotom, pa kopilotko, da nisi Richardson. Ne v hierarhiji, nasploh v vojski. Ugotoviš, da jih je zelo malo. Je zdaj v pešadi. Manj kot tretjina. Ja, če natančno gledaš. A ja, misliš tu v filmu? Ja, nasploh v Potušem, recimo, so samo 3 ženske, vsi ostali so fanti, pa potem tudi, ko vadijo, do tistega trenutka, ko pride ta pač njegova zalezovalka od Johnnyja Ricka, je, mislim, da sta še 2 ženski četi. Ja. Dobro, štev nisem, ne, ampak veš, če gledam v bistvu. Ja, potem... definitivno se pa strinjam, no, zveni pa tako, kot da nimajo nekih Ne sam zveni, mislim, da je tudi bilo prikaz, dobro, zdaj Potušem nisem šel šteti Joškic, pa ne vem kva, ampak... naprimer, ko je on admiral, ki po propadu invazije na Klentlahu, ali kaj je že, potem odstopi, ga prevzame v bistvu druga admiralka, temnopolta. No, ampak to mislim, da je najboljši dokaz, da je vse skupaj satira. Ja. No, okay. Torej, beli tip sta ostareli, odstopi, ker se je izkazala vojaška strategija za neuspešno in reče kriv sem, in potem ga zamenja temnopolta ženska. Ja. Mislim, to hoče povedati, da v bistvu film se niti ne ukvarja s tem, ali pa nobene teme ne da na to, oziroma pozornost. Nekako kot taki film, manj kot da je to mogoče malo bilo sposojeno pri Star Treku, za ne vem kakšne v knjigah, ker v bistvu ta tema je non-tema. Pač mi smo to rešili, veš, tako se obnašajo, kot mi smo to rešili, za nas je to non-topic in gremo dalje. Veš, takšen feeling sem dobil. A v knjigi tudi ni to tema. Pač so ljudje. Ja. Je pa, če tudi srednja šola, fuzbal, naprimer, ne? Ona je bila ta Rikotova. Pač, akrobatski ameriški. Ja, neki, veš, kao, tudi ona je bila kapetanka, naprimer. To je še zdaj nezaslišano za bistvo ameriški high school futbol, ali kaj pač. Ja, pač ne ni. Ja. Pač to tak. Ja, ne, definitivno. Je pa pač, hotel sem pa reči, ker si prej omenil Star Trek, je kar nekaj teh spornic, ne, imajo warp tehnologijo, ne, to večkrat omenijo. Pa seveda ta zveza se imenuje Federacija. Tako da je mogoče, jaz ne vem, zdaj Hajnan je seveda pred Star Trekom, tako da... Ne, pač Federacija tu bolj iz tega, da ZDA so federacija, tako da se mi je zdelo, da federativna ureditev je boljša kot konfederativna, ker tudi če bi rekli, da je konfederacija, s tem pol namiguješ, ti simpatiziraš z sužnje lastniki. Tudi ni najbolj jasno, nikoli ne ugotoviš neke geografije, a veš, da bi rekel, to je zdaj naddržavna struktura, ta federacija. Ne? Nekako sem dobil feeling, mogoče so pa ZDA enkrat si pokorile celotno severno in južno Ameriko. V Ženevi, ne? Sedeš. Sedeš v Ženevi, tako kot... Ja, imaš prav, to. To je ta sentiment tega, da pol ne kompliciraš z temi dolgočasnimi zunaj, notraj političnimi debatami med Rusi, Američani, Angleži in ostali in rečeš, zemlja je ZDA. Res združene države in potem se v bistvu borijo proti žužkom. Ampak meni je bil to, kar sta na začetku rekla, koncept zanimiv. Ko gledaš, v bistvu je to res neke te mokre sanje libertarcev z malim in z velikim L, kjer imaš v bistvu popolnoma ločeno državo in posel. Se pravi, ljudje, ki delajo oziroma ki delajo biznis, ki delajo posel, nimajo nobene veze z državo in oni, ki se grejo državo, so v bistvu vzeti ven iz konceptov poslovanja in karijere in mislim te karijere kako bi temu lepo rekli, karijere v zasebnem sektorju in vseh ostalih zadev in se grejo v bistvu, oni so zdaj v nekem javnem zavodu in na 3 leta dobiš neko povišico, če preživiš dobesedno v tem primeru. Ja, to je kar zanimiva stvar. No, imajo pa močno propagando, to pa še imajo. In to je tisto, kar jaz mislim, ker se najbolj vidi ta satiričen na raven tega filma, ker imamo res te videospote, ki nagovarjajo ljudi, naj se pridružijo vojski, ki nagovarjajo ljudi k neki državljanski dolžnosti glede vojne, ko je seveda vojna in ki seveda še nadalje dehumanizirajo, še bolj potujujejo žužke, no ne vem, kako naj temu rečem. Skratka, res jih prikazujejo kot
brez glave, kot brez čustev, kot nekoga, ki je samo ubijalska mašina, brezčutno in ki pač človeštvu neki s tem pač je neka ovira človeštva, ki se hočeš seliti na ta planet ali kaj že, in mečejo asteroide, tako kot v prostranstvu, ne, če smo že tam, mečejo asteroide, čeprav jih tako, ti žužki niso neka tehnološka rasa, ampak jih pljuvajo. Ja, nekako zelo je vse skupaj organsko, ne? Nič od tega nimajo orožja, nimajo nič, ampak so taki biotek, jaz razumem. Ja. Bolj v tem smislu, no. Čeprav so nekatere stvari so zelo, zelo fajn. Jaz moram pohvaliti pač, kostumografija je tako, malo so ti... Ja, malo Power Rangers. Ja, malo so te fašistične, napol take prazne uniforme. So pa ti žužki, kadar so v tej neki kombinaciji pač maske in tega so pa zelo dobri. No? Dobro, ko so tam CGI izgledajo grozno, ampak mislim, vseeno je to film iz, smo rekli, 97. Ja. Jaz mislim, da v bistvu efekti zelo dobro zdržijo, koliko jih pač je, tu pa tam sem videl kakšno napakico, ki je malo kremša, ampak ker bolj ali manj služi vse temu, kako rečem, satiričnemu pretiravanju, ker naprimer, ko en tam šica enega žužka v glavo, da mu šprica v zelo taki ilustrirani Nickelodeon maniri, tista krija ali sluza ali karkoli. Ja, zelo tako bučasto je, oranžno. Ja, taka... sočna zadeva, no, nekaj. Sočna zadeva, ja, v bistvu film, čudi me, da je v bistvu film bil tako napačno razumljen z določenih strani določenih kritikov. To pa mene ne, ker to, da ni satira, me vedno najbolj preseneti, da This is Spinal Tap od Roba Reinerja ni bil prepoznan kot satira. Da so ljudje Reinerju rekli, je super doku, samo kaj, če najdeš kak boljš band, katerega sem že prej čul. To je bilo tako full standardno. Ljudje niso vedeli, da je to satira. Tako da dejansko tukaj me ne čudi, da niso vedeli. To je meni res smešno. To je tako, kot da bi rekel Monty Python, zakaj O'Brien, zakaj pa niste onem Jezusu naredili, ki je tam omenjen. Kako si lahko BBC prvošči vse te pisarne pa mize za John Cleeseom sredi narave. No? Veš, mislim, to je noro. No, ampak je pa res, da je film zelo, mislim, ni resno posnet, no, ampak je posnet v bistvu na tak zelo črn, mal twisted humor. Oziroma, da, kot že rečeno, če gledaš to skozi oči, recimo in ameriške in mogoče še kakšne druge družbe, ki je zelo napaljena na to, da poveličuje vojsko in da se niti ne smeš norca delati iz vojske, ne? Da pa mogoče se to težko prevede oziroma težko reflektira kot neka parodija, čeprav so scene res bizarne. Ja. Mislim, tudi Robocopa niso dojeli kot satire njegovega, pa je dost očitno. Pričemer je in Robocop in to, če jih gledaš danes, pa lahko jih gledaš celo back to back, vidiš v bistvu tle noter veliko enih scen ali pa veliko enih nekih izpeljav, ki so danes dejansko vedno večji problem. Pri Robocopu je korporacije nad javno upravo oziroma nad militarizacija policije. Tukaj imaš pač to poveličevanje vojske oziroma da je vojska edini pravi način, če hočeš biti državljan in potem vprašanje tega prevoda, kako zdaj to izpeljati, da kdo pol vodi državo. In tako, kot smo že večkrat rekli, te reklame oziroma to butanje propagande in prikazovanje dehumanizacija in glorifikacija nasilja in vsega drugega. In to, če danes gledaš, spet, kot že rečeno, mogoče sploh ni satira, mogoče je dokumentarc. Oziroma bi stavil, da če bi šel gledati zdaj paralelno kakšne bootcamp video te ameriške vojske za upisovanje novih rekrutov, bi mogoče videl, da so mogoče pa zdaj oni kaj skopirali od pola iz 80-ih oziroma early 90s in potem v bistvu iz tega naredili neko dejansko propagandistično narativo. Ja, mislim, tako, ne da bi pogledal na Wikipedijo, pa ne da se sam spomnim, recimo, lahko zagotovo zatrdim, da če leta 97 skratka zamenja žužke za
domnevam, da Iračane ali nekoga, da zelo hitro pač ugotoviš, zakaj je to težko prepoznati Američanom. Ker domnevam, da so bili v eni od zalivskih vojn, zdaj bog si ga vedi kateri, ampak Prvi. 97 je Bush, ne ta prvi. Ne, 97 je Clinton. Takrat je že Clinton. Ja. Okay, no, skratka, ampak bili so gotovo povezani v kakšno od 26 vojn, ki so se tisti trenutek dogajale in tako so še danes. In tako, kot Domen reče, meni se to zdi, da je res Američanom to kar malo težko prepoznati, ker to zdaj zadnja leta šele prihaja k nam. Jaz to zadnja leta iz te neke neokonzervativne naracije slišim, kako je vojska naša, neka svetinja, ne vem kaj. Jaz se tega iz neke mladosti ne spomnim. Jaz se ne spomnim, da bi kdorkoli meni kadarkoli sugeriral, da je vojska neka, ne samo karijera, ampak pri nas, ampak da je to neka državljanska blazna dolžnost. Mi smo zadnja generacija, celo tisti, ki niso šli vojsko. Tudi drop na JLA noter, pa se veš. Dobro, JLA. Ti si premlad. Ne, ampak jaz nisem premlad. Ne, Igor, ti nisi, ampak mi dva sva, tako da mi gre na živce, ne, samo to s tem nekim JLA-jem. Ne, jaz nisem bil JLA, jaz sem celo trajno nesposoben za vojsko. Tako da lepo prosim. Zaštemplam, ampak ne, pojmite potem, da v bistvu... Trajno nesposoben za podcast. Okay. JLA je imela to propagando, ampak ni bila posebej učinkovita. Ja, no, ampak tam itak, dokler je bila vojska obvezna, ti je vseeno, imaš ti propagando. Ja, ne, samo imaš ono, neprijatelj vreba svih strana, razumeš, pa potem v bistvu veš ta, vse veš, kad ti mogoče malce starejši od nas nakladajo, kak je pa bilo zakon tistim 18 mesecev, nekje bluzi. Ni bilo 18 mesecev, 12 s kom se pogovarjaš. Ja, morajo biti konkretno starejši, da je bilo 18 mesecev, ampak ne, glej, kar je bila fora v Jugi in to je ključno. Juga je imela eno genialno zadevo, ki je podobna temu, kar EU fura z Erasmusom. Zdaj smo zgubili tako 86 poslušalcev. Juga je imela eno genialno zadevo, tako trigger. Ki je podobna EU. Podobna Erasmusu je rekel. Se pravi. In sicer to je bilo to, da ti vojske nisi šel služiti v svoji državi oziroma republike, ampak si šel v drugo republiko služiti. In hkrati ljudje, ki so imeli job v vojski, so ga imeli v drugi republiki. Kar je pomenilo, da velik odstotek ljudi je živel skupaj pač hodil v šolo z družinami, ki so bile iz vojske, iz drugih držav. To je pomenilo, da so se ljudje ful bolj mešali in da si spoznavali druge kulture. To pa ti hkrati uniči kakršnokoli idejo propagande vojske, zato ker ti vidiš one kolege, ki pač jim fotor hodi v službo, pa je čisto eno, če gre v vojsko v službo, ali pa če je računovodja, ali pa če je v eni tovarni. Ja, sorry, kolega, samo tu v neki skočil vmes. Ti kar? Dajmo zdaj, da je to kaj je Jugoslavija. Ja, samo na hitro. In pripovedujo njej letniki 82. Ampak nekaj ti bom povedal, očitno, kar se tukaj je po moje to je sekundarna posledica po tega. Kar je pa po moje bil primaren razlog, zakaj se je to počelo na ta način, da se v bistvu seli oficirski ali pa kakršnikoli kader znotraj konfederacije, je pa podobno kot pa... Federacije. Whatever. Jaz imam od Jugoslavije samo čungalunga, stari, ne boli me kurat. No, je pa nekaj, kar so se pa Indici naučili iz JLA in tam si pa eksplicitno, sem se vse jasno naučil, oni znotraj države selijo kader na vodstvene položaje v vojski, zato da, če bi kakšno sranje prišlo, se tale isti keks ne more zanašati na etično ozadje. Absolutno, to je bil primarni vzrok. Jaz ti razlagam sekundarnega, ki pa je bil to, da ko ti kot otrok spoznavaš te vojake, ki so zapiti fotri čist isti, vsi, vojska nima neke glorifikacije več. Jaz sem pa govoril v bistvu o samostojni Sloveniji in sploh nisem razmišljal, sploh ne vem, zakaj smo prišli. O propagandi se pogovarjamo. Jaz hočem, da pač jaz nisem nikoli tega čutil, da je ta vojska zdaj neki nacionalna svetinja, tako kot nam skušajo to razložiti zadnja leta. Se to samo Janez Janša pa... Ne vem, no, ampak... Kaj že oni od NSI-ja menite? Ta naracija čist povzeta iz Amerike. No, in točno z te situacije, ki je tudi zdaj Domen razlagal, ker pri njih, oni so res obsedeni z vojsko, za njih je res, vidiš, da tudi demokrati ne upajo reči nikoli, da je preveč vojske, preveč denarja gre vojsko. To ni zdaj nek vojaški fanatizem, ki bi bil tam zaradi neke emocionalne komponente, ampak je recimo v Ameriki, in to je recimo tudi glavna razlika
na kakšen način se vojsko dela, vsaj kot sem recimo to zdaj jaz gledal od 2020 naprej v okviru enega zabavnega projekta državne oglaševalske pogodbe. Would you like to know more? Ampak da je v bistvu v Ameriki vojska, sploh za te recimo srednje pa nižje razrede, kjer je itak razcepljenost družbe vedno večja, je v bistvu ne samo karijera, ampak tudi v bistvu cel način življenja, ker si potem v nekem sistemu in ti potem vojska dobesedno plačuje v bistvu, da živiš. Pri nas je bila pa v bistvu problem v tem, da po JLA oziroma po Jugoslaviji, letnik 81, fun tidbit, to je tako zdaj od začetka, bom povedal, ampak najprej še eno zgodbo vmes. Ko sem šel jaz na nabor, so me vprašali, tako, se pravi, šel si na nabor in potem si imel tam neke IQ teste, tiste sem recimo da naredil, ampak pa si imel pa vprašanje v smislu, kam bi šel rad služiti. In potem mi iz Ljubljane oziroma iz teh bolj notranjih, smo mislili, da bomo kao ful pametni in smo si pisali kao mornarica, bomo šli na morje. In pol je prišel noter in rekel, ne, lejte tako, mornarica je za obalno regijo, artilerija je za Mariborčane, una gorska je za Kranj, vi imate v bistvu samo dve možnosti, kao pešadija ali pa neka podpora ali nekaj takega. Jaz napišem pešadija, in pol prideš, pol imaš tam nek razgovor 1 na 1 in jaz tam prebijem, da to je sicer, kao to sem nekaj izpolnil, ampak da bi prosil, da mi dajo čim bolj pocen puško, oziroma da je pač, ko me bodo draftali, da pač tisto opremo, ki dajo meni, da bi bila čim bolj pocen. In me tip tako res general, ne vem, če je bil generalno, ampak neke zvezdice, pa je pavlete, pa kapa, me tako gleda in me vpraša tako, zakaj bi pa ti imel rad čim bolj pocen opremo. In jaz rečem, pa zato, ker takoj, ko bo prišlo do nekega sranja, oziroma takoj, ko bo mogel jaz pač začeti neki streljati na druge ljudi, jaz bom to vse fuknil stran, pa bejžal. In to vam že vnaprej povem, zato, da pač ne boste imeli preveč stroškov z mano, oziroma da pač neko staro železo v redu, tisti je Savič vrgel stran in je bejžal, škode ni prevelike, pa itak smo to vedeli že naprej. In hočem reči, da je percepcija te vojske in tudi zdaj, zakaj ima recimo vojska vedno večje probleme, zato ker ljudje ljudje ne vidijo nikakršnega smisla za to, da bi šli v vojsko. Ne, da bi bilo to ful dobro plačan, ne, da bi bilo to ful dobro v smislu neke kolektivne, ne vem česa, ne, po tretji strani, da bi bilo to ful dobro z tega nekega nacionalističnega vidika v smislu, kao, mi smo pa vsi kleni Slovenci in gremo v vojsko. In je to v bistvu en zanimiv signal, da rečem, ali pa eno zanimivo vprašanje, ki bi se ga mogli v bistvu lotevati tudi na nivoju cele družbe, v smislu, kaj mi zdaj s to vojsko hočemo sploh narediti, oziroma kaj sploh vojska je. Ker recimo vsakič, ko se pol o vojski pogovarjamo, je nekdo je kupil neke tanke po 500 milijonov, nekdo bi jih rad unete druge po 400 milijonov, noben se ne pogovarja o ljudeh, oziroma noben se ne pogovarja o ljudeh, ki vozijo te tanke. In to v bistvu prihaja do vedno večjih problemov, do vedno večjih v bistvu nekega odpora, oziroma do vedno večjega nekega negativnega sentimenta, ki na koncu pripelje ravno do tega, da zakaj bi šel kdo v vojsko, oziroma kaj vojska danes sploh je. Vprašanje, če bi bila propaganda taka, kot je v tem filmu, boljša, oziroma če bi s tem kaj dosegali, ker je na koncu v bistvu res problem ta v bistvu res narativ vojske, ki bi v bistvu ustrezal, oziroma ki bi nagovoril uspešno pač te ljudi, ki mogoče v neki točki razmišljajo. Primerjam, meni na YouTubeu, pa ne vem zakaj, ampak meče par teh iz slovenske vojske v oglasu, zdaj ne vem, če kdo tega deležen še. Mimo govoriš. Pardon. Ne vem, če kdo še tega deležno, ampak tako je. Vsi ti naši propagandni klipi so dost pusi. V smislu, če primerjam s filmom. Primerjam s filmom.
Ker Film je satiričen. Ja, se vem, ne. Pogovarjamo se o propagandi, pa o učinkovitosti propagande. Če Okay. se tukaj samo to v tem kontekstu se pogovarjam. Ne? Ker v bistvu tam v teh YouTube klipih, ki jih dobim, oziroma reklamah, je tako: zdravo, jaz sem Mateja. Bodi boljša od, ne vem, whatever, kao solidarnost, pa skupaj vlečemo, pa kao, veš, nekaj tako naprej. V bistvu vse tako, kot da bi poslušal neko levičarsko stranko, ne, ki smo kao, ne vem, nekako držimo skupaj. Ja. Medtem ko kao v tem filmu imaš pa v bistvu hardcore, kar se tiče teh vojaških vojnih klipov, ne. Mislim, da prva scena, prvi klip je prav dobesedno četa, ki stoji: I'm doing my part, pol pa nek mulo ven pride, pa reče: I'm doing my part, pa se mu vsi smejijo, ne, seveda, happy trooper, ne. Pol pa še en klip je, ko v bistvu dva vojaka prideta, pa se v bistvu, pa ta malim devata puše, ne. Pa potem vsi metke grabijo, tiste tako prav creepy scence. V demokratični družbi se tega ne moreš iti, po mojem bi bil to popizditis, ne, v defaultu, ampak na nek način pa tudi nakazuje, v bistvu, kako se v takšni družbi, kot jo mi deloma živimo, ne moreš na ta način pogovarjati kot v tem filmu. Ne? Ker ta film je brezsramen, se ti ne pozna nijans. Se v bistvu je tudi namenoma tako narejen, ne? Da v bistvu imaš črno-belo sliko, črno-belo propagando, na nek način te vodstvene like tudi črno-bele, ne? In ravno zaradi tega je to bolj, ne bom rekel, ali pa ja, bom rekel, zaradi tega je tudi satira toliko bolj učinkovita, ne? Ker pač Dougie Himmler, ne, z vso to uniformo, je pač ravno to, očitna satira, ne? In če zopet eno špuro nazaj potegnem, zakaj se mi zdi, da je v bistvu mi smešno, da ga niso leta 97 razumeli kot satiro, ne? Ker pač kako ne razumeš, da pač ja, tako očitno postaviš nekoga v fucking SS ali pa Gestapo Tip zgleda uniformo. kot Herr Flick, Točno to. brez tega, da šepa. No. Točno to. Mislim, alo je že prej nastal, no, veš, Britancem se je toliko bolj zadeva, ampak Britancem se je toliko bolj smešno še po moje zdelo, ko je ta film gledal. Tako da res, mogoče imajo Američani s tem probleme, ne, ampak je pa mogoče, ne vem, a se lahko potem tu pogovarjamo o neki evropski senzibiliteti, kako gledati na Ameriko, ker Paul Verhoeven je na nek način tale avtor, rečemo v narekovajih, ne, ki zna Ameriko pinpointati na njegovih najbolj, ne vem, nevralgičnih točkah: kapital, propaganda, nasilje in tako naprej. Mislim, nesposobnost Američanov dojeti te stvari, mislim, ni nekaj presenetljivega. Tudi dokumentarec, da se vrnem k glasbenim dokumentarcem, Divided States of America o Laibach, je prav scena, kjer novinar sprašuje pevca od Laibach, zakaj imajo nacistične uniforme, pa oni rečejo: mi imamo ameriške. Ampak prav si gre za to, ker oni na nemščini pojejo določene komade in ker nastopajo tako, je assume, da so naciji in da propagirajo nacizem. Ne, mi vam hočemo nekaj ful bolj resnega povedati, you dumb motherfuckers. Ampak to ful bolj prijazno. Mogoče je Paul Verhoeven skriti član NSK. Yeah. Ne, mislim, če Paul Verhoeven ve, da NSK obstaja, je fan in član države. No, ampak pri teh vojaških parodijah, če gremo, oziroma filmih, ki mogoče malo bolj pikajo ameriško vojsko, imaš tudi recimo, ne vem, Jarheada ali pa, ne vem, ok, še... Spet evropski avtor, ja? No, pač ravno to, ne, da obstaja cela vrsta filmov, ki se v bistvu na nek način mogoče niti ne norčujejo ali pa mogoče malo satirizirajo ameriško vojsko, ne, ampak treba je vedeti, da po drugi strani, če gledaš recimo slovensko vojsko oziroma problem ali pa izziv slovenske vojske, ne, je pa tudi v tem, da to potem velikrat pride ob takih debatah, samo da so malo bolj resni gosti, pardon omizju, ampak ne, da v bistvu vojska pa ni samo streljanje in tanki, ne, ampak je tudi reševanje poplave in ono in tretje. Ne. In potem je zmeri ta dihotomija v bistvu te vojske oziroma te vloge vojske v družbi, sploh v Sloveniji, ne, kjer v bistvu potem res na koncu vidiš, da bi mogli to nekako spin-offati. Ne, vojska bi mogla na nek način te reševalne oziroma te mogoče celo niti ne sarkastično humanitarne vidike tega, ne, v bistvu spin-offati pod neko drugo blagovno znamko, ne, ker to na drugi strani pa gremo v Irak, ne, oziroma tam potem... Imam eno vprašanje, zdaj se da prekinjam, ampak zakaj bi spin-offali
ta vidik. Zakaj ne bi mi kot neka mala država se osredotočili zgolj na ta vidik? Se strinjam. Mislim, to je bila debata od NATO naprej. Veš, kaj bomo pa zdaj mi počeli, oziroma kaj bo pa zdaj vojska počela v tem času. Ne? Ampak problem ali pa poanta vojske je, kot že rečeno, malo večja, oziroma se to potem navezuje na eni strani na industrijo, na drugi strani na razvoj pokrajin, na tretji strani na pač to neko hočeš nočeš družbeno integracijo, oziroma ki ni tako velika kot v Ameriki, ampak vseeno to ni samo, ok, ti bi bil zdaj vojak, tle imaš puško, tam je avion in ti. Ti obratno, ti bi bil vojak, tukaj se nauči plezati, ker smo gorska reševalna, ali pa se nauči potapljati, ker rešujemo po poplavah, ali pa se nauči graditi mostove pontonske, ker to je naš osnovni fokus. In kjerkoli bi se mi pridružili NATO kot enote, mislim, da so te podporne enote dosti več vredne, kot če mi imamo pa par zastarelih in s korupcijo kupljenih oklepnikov, ki jim bojo gume počle, tudi če so kovinske. To je res. Zanimivo je bilo, recimo, ko sem delal te oglaševalske pogodbe in potem na koncu hotel v bistvu neke odgovore na temo, a to dejansko učinkuje, oziroma imamo zdaj kaj več vojakov, ko smo eno leto pa pol peglali pač te videospote. Ko smo hoteli privabiti čim več nacistov. Ne, no. Okay. Ne, to smo, ko smo z delom budžeta za oglaševalsko kampanjo financirali neonacistično propagando. To se tako reče. Lepo. Tako. Več v zapiskih. Ampak ne, in v glavnem na koncu v bistvu so ugotovili, oziroma je bilo po številu novih prijav, oziroma po podatkih, ki so jih imeli na ministrstvu, da to ni bil nek jaki faktor. Ne? Se pravi, da ljudje vejo, da imamo vojsko, ne? Da ljudje vejo, da pač, če hočeš iti v vojsko, da znaš iti do, ne vem, vojašnice oziroma napisati na maile, jaz bi šel pa rad v vojsko. Edini faktor, ki je recimo v zadnjih parih letih, ugibanje za ena runda ugibanja za omizje, kaj je bil faktor, ki je v zadnjih letih recimo povzročil to, da se je določen del populacije začel bolj zanimati za vojsko. Lahko butaste odgovore, lahko pač dejanske odgovore. Plača? Tako. Brez veze smo šli, zdaj to full setup, ampak malo so dvignili plače, oziroma malo so dali več denarja v te neke ugodnosti, ki jih človek dobi, ko gre v vojsko, v smislu, da lahko, če greš, ne vem, s 18 leti, lahko brezplačno narediš vozniško, da imaš, vozniški izpit, da imaš pač malo več denarja, oziroma da dobivaš malo večjo plačo. In to je bilo edino, kar je pomagalo dobesedno, oziroma kar je bil faktor. Vse ostalo, pa dajmo, vi tam ful pol hengate, pa imate ful dobre odnose, pa se ful povežete, pa dobro, vidite svet, niso glih rekli, ampak tako ne, gradimo skupnost. Ja, imate v bistvu te neke, pa pomagate ljudem, pa ne, pač mostovi in poplave in to, nobody cared. Zaradi tega, ker je potem na koncu, in to je pa mogoče zanimiva stvar, ki je v filmu pa ni, ravno ta povezava, da rečem, zasebnega sektorja in vojske. Se pravi, noben od teh, ki gre v vojsko, ne reče, koliko je plača. Ampak imajo vsi neko mogoče v nekem primeru neko zasebno oziroma ne zasebno, sebično agendo, ampak je so vsem te cilji mogoče malo tako, ona bi rada lažje posvojila otroka, on bi bil rad politik, so vsem tako malo bolj plemeniti ali pa na nek način pač niso samo, koliko je plača. Ker recimo paradoks je v bistvu, da naš Johann von kako mu je že ime, Johann von Dien, Johann von Richtenberger, bi pač veliko več denarja dobil, gremo zdaj do konca Argentina, dajmo naši, v glavnem, da bi on veliko več denarja dobil, če bi pač doma ostal pri fotru in bi ga on ufural v nek družinski posel. Samo on je unikatno tisti lik, ki je kot prvo manipuliran strani ljubezni. Bolj pa še zmanipulirala me je ljubezen. Strani države. Lej,
Sorry, Riko je res najbolj naiven fucker v tem filmu. Ti si slovenski umetnik. Hvala, hvala država za prispevke. Jaz mislim, da pa ni naivno. On mislim, da itak v začetku reče, da on ne verjame propagandi, pač temu učitlu, pač reče, da on ne čuti tega. Ja, samo kako se on nauči, da v bistvu kaj to pomeni. Ja, ve na pamet. Na piflanje, ampak pozna floskole. To je razlika od knjige. Ne? V knjigi on dejansko ga učitelj prepriča in on verjame. Ja, meni se to zdi ultimativni ameriški zasuk na to zgodbo, če zdaj primerjam z tem, kar ste mi povedali v knjigi. Ti jo lahko posodim. Razloži nam jo zdaj. On, če gledaš, je v bistvu taki stereotipni butel ameriški, v smislu high school jog, ki se zaljubi v dekle in potem gre zaradi nje, ne vem, to v ameriških filmih kliše, da te glava peče. Ampak on se potem preko tega nauči, v bistvu, kako služiti. To hoče reči. Ampak jaz ti hočem pa to reči, za meni je pa ravno zaradi tega lik všeč, ker je tako ta žižkovski obrat. Je točno ta. On gre z ironijo tja, na koncu je pa največji believer. Samo jaz pa mislim, da on ne gre z ironijo. Jaz pa mislim, da on definitivno ne čuti tega, gre zaradi ženske. Njega ne zanima vojska, domovina, baksi, ne vem kaj. Ampak ravno tu te dobijo. Ravno ko ti misliš, da si z ironijo hipster, si največji hipster. Ne, jaz mislim, da ne. To si zdaj vsi na morsu tako besno zapisujejo. Naslednja strategija. A veš, ravno to je hipsterje. Pravno, hard that man. A veš, ravno tisto, kar jaz skušam včasih ljudem razložiti. Kako biti hipster? Ne, ko ti nekdo reče, recimo, jaz nimam nič proti cerkvi, grem v cerkev samo za Božič pa za Veliko noč. Rečem, točno zaradi tega je cerkev toliko močna še, kot je. Ker nas vzdržujejo rituali, ki jih mi vsi tako mal jemljemo z rezervo. Gremo, pač moramo iti k maši, moramo postaviti jelko, fotor, pa imate rada, da so spodi jaslice. Ampak to je spet tako, Cerkev je velkica, pa malica, pa vse ostalo. Pa šumečica. Ne, ampak mislim, tako kot recimo se mi zdi, da mogoče tudi pri vojski je v določenih momentih zadeva lahko čist, da rečem, koristna ali pa uporabna, ali pa ni v bistvu tako ozko usmerjena, tako kot je mogoče tudi v filmu prikazan, kjer v bistvu vse, kar delajo, je streljajo pač te žužke po drugih planetih. Film ima res črno-belo slika tega. Ampak res je pa za vse te like, predvsem one v tuših, pod tušem, kot odskočna deska do nečesa. Tudi za Riko, tako je pač mu odskočna deska za to, da bi nekoč prišel do njegovega sanskega dekleta. Kar se tiče propagande, pa tega, kar si zdaj omenil odskočna deska, jaz sem bil 95. v ZDA in sem videl, so bile oglasi za vojsko so ful, pogosti tako pri nas, ne vem, za zavarovalnice. In oglasi za vojsko sem si jih prav zapomnil, ker so bili dobri. In to je bil, oglas je bil zastavljen tak, da je job interview in ljudje pridejo in mutijo, da sem self-thought in sem creative in pač bluzijo. Pol pa pride ena in reče, jaz imam izkušnje iz vodenja ekipe in telekomunikacij in našteje actual skills zato, ker je bila v vojski, ker se je naučila uporabne stvari, ki jih moraš znati, da pač lahko nekaj narediš v vojski. In tako lahko predavajo, potem kako založbe prodajo več knjig. No, ampak ravno to je, da vojska kot korporacija oziroma vojska kot neko podjetje, kjer ti v bistvu ne pridobivaš neke relevantne izkušnje in v bistvu si na koncu v bistvu... Kaj je to korporativni fašizem? Kako temu reči? ZDA? Ne, ZDA. Gremo na film. Ne, film je kar direktni fašizem, ni nekaj korporativnega. Ja, ampak fašizem je v bistvu državno reguliran, kaj je ta ena od 14. A veš, to smo že rekli, ni čist razložena povezava med podjetji in državo. Mislim, v bistvu je tako, v bistvu je, če gledaš, kako pol fotor od Rikota dramatizira, da pač sin ne bi šel v vojsko, ampak bi šel v biznis, so te zadeve res totalno odvojene. Rekel mi je, jaz bi te spravil na Harvard, nikoli ni zarečeno, ti boš lawyer za Goldman Sachs, naprimer. Ja, ampak bistvo je tule pa Heinleinov libertarni pogled. Vojska in država morata biti ločena od
zasebnega sektorja. Samo če se jaz ne motim, pa zopet nisem prebral knjige, ne, ampak če zdaj film prav razumem, bi naj ta družba nastala tako, da veterani prevzamejo vlado in nastavijo oligarhijo. Ne. Meni se zdi to v bistvu bolj ali manj fašizem, a ni? Torej, korporativni kapital, ki vlada. Ampak so benevolentni fašisti. Ja, tako. Aha, ok, benevolentni fašisti. Torej, good fašisti. Ja. Ko pridejo domov, se zujejo škorne in imajo copate. Torej, japonski fašisti. Ja, Korejski narod ni na tvoji strani v tej izjavi. Pa večina jugovzhodne Azije. Mislim, tako se mi zdi, da film zelo zopet črno-belo postavi linijo. Ok, služiš, imaš dostop do storitev, vpliva, politike, moči, kapitala, otrok, whatever, samo naštevaš. Medtem ko tisti, ki so mogoče že služili kot učitelji, naprimer, pač pridejo do poklicev, do javne uprave, birokracije, kakorkoli, ostali pa ne vemo. A je to ta odgovor? Ne vemo, kako pač preostali del družbe deluje. Absolutno ni pokazan nič, ker je pač več fokus samo na vojski. Naj dam tudi eno vprašanje, ker jaz sem samo enko gledal. To je 5 filmov. Ampak niso relevantni. Se ne lotijo tega. Mislim, nimajo veze več s knjigo, samim osnovnim materialom. So že čist plavajo. Knjiga ne pove tega. Ne, da bi vedel. Mislim, so te družbeni sistemi razloženi, ampak je v bistvu samo na tem, da vojska ti daje pravico do državljanstva, pol pa je pač spet fokus na tem, kak puško imaš. Kak tisti armor omogoči, da skočiš na planet iz orbite in pristaneš in streljaš žužke. Veš, mi to včasih pisatelji ne domislijo vsega. Ne. Najlažje najlažje se je tako pač narediti, ta družba funkcionira tako, ampak kako on drugi del? Ja, ne vem, to ni moj fokus je jaz živim v 21. stoletju, kjer je internet, jaz hočem vse vedeti. Slikari pač drugače gledajo, tu je vse na tej sliki, kaj še več hočeš. Točno tako nekako. Ampak skratka, mogoče, in ker smo pri vizualijah ravno, seveda treba reči, da tudi Verhoeven je zelo meni, zaradi česar je meni ta film zelo všečen, zaradi česar si ti rekel, da pač CGI še zdrži. Jaz ne bi rekel, da zdrži, ampak je bolj poanta v tem, da je seveda vsa estetika narejena ravno on Heinlein oziroma tej dobi, ki je Igor prej opisal, naredi en omaž, da skratka to zgleda kot nek znanstveno fantastični film iz 50-ih napol. Imamo pač neke te estetike, ki je zelo groba na nek način, ampak je tudi tako res premišljeno narejena. Meni je to tako lep, pa tako dobro narejen film, kjer zdrži ravno zaradi tega, ker jaz mislim, da so te bitke zelo premišljeno narejene, da je seveda tudi tale maska zelo dobra, ko imaš kukce, sem hotel reči, žužke. Žužke od blizu, ko jih vidiš, ker takrat je maska, ni pač računalnik, pa jaz moram res pohvaliti izjemne te, ni ravno bitka v vesolju, ampak te vesoljske ladje, ko se oni približajo temu, ta načrt, ki propade, kako bi oni invazijo na ta planet, kako se zaletavajo te ladje, kako eksplodirajo, to je pa čudovito narejeno. Res. Se vse strinjam, ampak jaz mislim, da je v bistvu že meni na vizualni ravni je na nek način zelo znotraj tega ideološkega koncepta, ki ga je želel kritizirati. Ne? Ker če si pozoren na osvetlitev, pa na kamero je ena zanimiva varianta. Torej, oni so nikoli dramatično v nekih črno-belih, chiaroscuro osvetlitvah postavljeni, kjer bi bila ta drama ali pa ločenost med slabim in dobrim. Ni Zack Snyder tega režima. Ne, seveda. Nič ni slow motion. Gre se za to, da ima soap opera feeling. Ja, full. In v bistvu konvencionalna postavitev kamere, nikoli nimaš nekih hudih, veš, nekih, ne vem, kako se reče, Dutch angle, nimaš tega. Vse je, kot da bi gledal nekega Prince of Bel-Air, naprimer, ne? A veš, znotraj enega ideološkega... Ali pa Star Trek. Tudi. Čeprav... Ne bom zdaj, ampak... Pusti to za kotiček, daj dalje, ja. Lej, Yesterday's Enterprise, ki je tvoja najljubša iz TNG-ja, ne? V tistem preskoku iz... timeline, v drugi timeline se svetloba spremeni in tam veš, za kaj se gre. Tu tega ni in tu manjka z razlogom, in to je moj point,
da v bistvu se kao nekako skuša, po moje vrhovno, si predstavljam, je skušal pokazati, kao to je za nas normalizirano, to je za nas soap opera, to je za nas tisti humorn, bla, bla. Ker tu, če gledaš potem tele propagandne klipe, ne, kjer cenzurira klanje krave, pa cenzurira štihanje Braina, ne, na koncu, medtem ko takoj naslednji kader je pokol mormonov na onem planetu, kjer je vse zelo in very detailed, gory detail prikazano, ne, se nekako to zelo dobro pogovarja skupaj. Ne. Kao, veš, ta vizualni aspekt je ful lepo vklopljen v to noter. Kar se pa tiče CGI-ja, se pravim, videl sem 3 napake, tam kaj ena ladica gre, pa ni sence dol na oni drugi ladici, to je brez vize, kao, ne. Pač ok, 90s. To komod spustiš pa tisto CGI-ja, kar je, so pač oni prci teh žužkov, ki letijo iz orbite proti ladicam gor, ostalo pa pač te kleščasti ščurki, ki so res totalno alien z namenom. In to je to vse, kar so po mojem v predprodukciji naredili, da so si rekli, to je naš koncept. Oni so totalno drugi, ne moremo se niti v defaultu poistovetiti z njimi, ne? Še propagandni klip bomo noter vrgli tiste matke, ki se dere, pohodi, ščurke. Tisti je res izglodno. Po drugi strani pa pač vse popolnoma osvetliti na ta način, da bo še Will Smith ven skočil pa rekel, and Vivian, naprimer, ne? Pač v tem smislu. Ne? In to se mi zdi, genialno, satirično, pa evropsko precizno, no? Da se zopet vrhovna malo pohvalimo v tem smislu, kako je. Vrhovni Pavel je dober. Tako da to se mi zdi ta vizualna raven, no? Ki ni tako brez vize, ni tako, mogoče zdaj z današnjega vidika, kjer so pač boljše leče, boljše kamere, boljše luči. Ampak mislim, vse tudi on imel to na voljo, budžet ni bil tako majhen, ne? Da si tega ne bi mogel prevoščiti, pač z namenjem je to delal. Se tudi ena trivija na IMDb-ju, tale tuš scena, ker se za ameriški film ne spodobi, da so večina igralcev golih, so se igralci puntali. Mi ne bomo goli, kva je s tabo, veš, to je Disney Plus. Leta 97. Na kar sta se potem vrhovn in kamerman slekla. Vrhovn je rekel, bi vam bilo lažje, če se jaz slečem, in so rekli oni, in se je slekel, in potem se je še kamerman slekel, ker kamerman pa kot pravi Nizozemci odraščal v nudistični koloniji. FKK, In pol sta ona dva že bila naga in pol so bili vsi, what the fuck. Zakaj moramo z vas? Mi čudimo Evropejci, ki imajo Američani tako mnenje. Lej te pokvarjene Evropejce. Še prijajo se ne pod pazduho, lej. Še preden so mu odgovorili z se je on še začel slačiti. A bi vas motili? Mislim, a se moram jaz slečiti? Je že bil na pol nak. Jaz sem sam vesel, da to ni bilo treba tle na podcastu narediti. Sam to bom rekel. Bi kao simulirali ta sentiment filma in bi bili tle vsi. Tako da kar se tega tiče, mi je, napram, če primerjam Robocopa, tam je ta gori nasilje zelo drugače zastavljeno, pa je ta isto nasilno kot to, ampak tak, vidiš razliko, če si pozoren na to, če imaš to recimo na pol vizualno pismenost, pa če poslušaš podcast o bot in če mene poslušaš. Tako da, to se da reči. Okay. Pravzaprav nekako mislim, da smo prišli do konca. Jaz moram še enkrat pač naglasiti, da je to super film, da dajte to pogledati, če še iz nekega razloga niste. Jaz bi si mislil, da je to vsak gledal, ki je star tok mi, pa je imel televizijo. V tistih časih ni živel v kakšni jami. Mislim, vseeno naslov je tak, da Vesoljski bojevnik je nekaj, kar odbija, da en tak B-film. Da en tak B-film vibe. Tako je gledal Vesoljski bojevnik, je the best. Ampak vse je tak B-film vibe. No. Na pol je. Ko začneš gledati, imaš občutek, da gledaš B-film in se moraš potruditi, da ugotoviš, da je to satira in ne B-film. Fino bi bilo, da bi bila zdaj ta 25-letnica filma pa 4K verzija, da bi imela tako noter fake VHS treke, veš, da bi bilo malo tako kot pri Better Call Saul. Hvala, da sem spomnil ne na Better Call Saul, ampak na to seveda, da film smo izbrali tudi zaradi tega, da je 25-letnica tega filma, tako da spečite mu torto in pač pogledajte film, potem upihnite svečke in si privoščite torto med gledanjem.
To ni bil nikakor red pravi, ampak pustimo to. Filmi pihajo svečke na torti, to je zdaj ta Ja, lej, Ja. mi smo pač ljudje, ki surrealizem. znamo veseliti življenja, kaj ne rečem. In smo pri Star Trek kotičku, potem takem, mi to nima nič napisanega v scenariju. A to kaj pomeni? Ja, že včeraj smo se pogovarjali v bistvu, da... Zdaj pa vsi slišijo, da se družimo tudi zasebno. Ja, groza. Razen mene, prosim, lepo. Jaz sem tle prvi. No, vsi smo bili včeraj pod tušom, dajmo zdaj. Dva naslova, recimo temu imam. Eno je ta Voyager Nemesis, ki se gre za pranje možganov, ta del sem že parkrat omenil. Dodatno še je ta del toliko bolj vreden za to epizodo, ker eden izmed teh igralcev, ki tukaj nastopa kot prijatelj Rika v tej pešadi, tudi Čakoteja v tem delu v bistvu spremlja. No? Je en od ta večjih likov, ne stranskih. Zdaj žal pozabil njegovo ime, ja na ime, da bojo vse. Pol pa, ko sem razmišljal, v bistvu, ok, what the fuck, Star Trek, fašizem, tega ful, sicer po posamečnih epizodah, ampak mogoče bi pa reči tu nekaj omenil, kar pa nisem tako pogosto, je pa ta Mirror Universe / Terran Empire koncept v Star Treku, kjer se gre za alternativno zgodovino, alternativno vesolje, paralelno vesolje, ki je bilo predstavljeno torej v The Original Series, pa v TNG je preskočil vso to sceno, Deep Space Nine se je nekaj šel tega, pa Enterprise se je šel nekaj tega, pa Discovery. Tako da je pogosta tema. Skratka, gre se za zgodovino paralelno vesolje Zemlje, kjer je pač fašistična država oziroma ideologija prevzela Zemljo in si oni po rasističnem konceptu pokorijo ostale rase v tem nam znanem Star Trek vesolju, kjer so pač humansi ta glavni, vsi ostali so pa bolj ali manj v navednicah ščurki. Evo, tu vidim neko sporednico. Je pa tega kar nekaj delov. No? Zdaj, če greš na Memory Alpha, bom dal link od spod. Če vas to bliže zanima, kakšen je koncept, kdo so glavni liki, kakšne so neki pripetljaji in tako naprej, lahko tam ful dobro raziščeš. No. Jaz si to glih smo to reči, da kar se tiče nekega military sci-fi, potem Discovery, koliko sem gledal, kar bolj se v to vrgel. No. Niti ne, v bistvu Discovery ima koncept, da je ena par likov tamle presajenih iz Mirror Universa, ki je kao full hud reveal, neka varianta. Jaz sem gledal prvo sezono. Se tudi v drugi imaš neki, pa potem, mislim tako, nekako je poigravanje s tem konceptom, ni pa zdaj kao, ne vem, neka huda fora, da bi šli dlje raziskati. Mislim, da je Picard se mogoče malo loto tega, samo tam pa zopet neko drugo paralelo potegnajo, ki ne rečejo tisti alternativni zgodovini, v katero Picard v drugi sezoni noter pade, Terran Empire, ampak pač kot neka konfederacija, kar nekaj izmišljena, kar se mi zdi malo škoda, ker bi se lažje povezal z zgodovino Star Treka, ampak ima pa popolnoma iste nastavke. Tako da ja, tukaj vidim zelo neke lepe povezave. No. Ne bi pa mogel zaprav z enim delom reči, ok, to pa je prav čista jok vojni film ali pa nekaj tajega. Ne. Pač, teh je par več delov, Nemesis mogoče še najbolj. No. Okay. Super, to je bil Star Trek kotiček za vse naše poslušalce in zdaj gremo na, kaj gledamo, beremo, špilamo, poslušamo, kjer ima Domen napisan, da je tretjič gledal Better Call Saul, eno mehno serijo, ki je še danes nismo omenili, a res tretjič je, trikrat si pogledal. Res je dobra. Ne, pač res je dobra, to je poezija, no, poezija je to. Ok, ne pretiravati. Ne, ampak ne, pa glih to sem hotel reči, da res ne pretiravam, meni je ta serija res tako, kako so v bistvu naredili, ta serija je v bistvu hkrati prequel, sequel in še neki vmes v tem Breaking Bad vesolju. In je tako fantastično, kako v bistvu pokrije cel Breaking Bad, naredi super predzgodbo in v bistvu naredi še zaključek post Breaking Bad, Better Call Saul vesolja in je fajn. In zakaj jo tretjič gledam, ker je res tako na pol terapevtska, no? Sploh zdaj v tem korona polizolacijskem času je bila res tako ena od teh zadev, ki poleg Seinfelda pa Friendsov, pač neka zadeva, ki je bila totalno zen. In zaradi tega, kako so dobri liki prikazani in zaradi tega, kako teče, recimo ena od boljših
razlik med Solom in Breaking Badom je v tem, da se mi zdi, da pri Solu niso imeli tega problema, kot so ga imeli pri Breaking Badu, ki so hoteli narediti 3 sezone, pa pol nehati, pa v bistvu so vsi videli, da je bilo ful dober in tako, zdaj moramo pa še za 3 sezone nekaj napentlati. Tlej so v bistvu napentlali od A do Ž celo zgodbo, plus da imajo res dobro narejene te, kako se temu reče, foreshadowinge oziroma neke preskakuje pač ta časovnica in je res zadeva dobra, no, ne govorim to za brez veze. No super, definitivno si pogledajte to, a ne, Mito in Igor. Kaj si še lepega pogledal? Dajmo stojino pa polit na lokalne zadeve, Bullet Train. To je kako bi izgledal film, ki bi združil Johna Wicka in Deadpoola, Bullet Train, ki ga je dejansko režiral človek, ki je režiral prvega Johna Wicka, pa mislim, da drugega Deadpoola. In imaš noter oboje. In je bil predtem stuntman za Brada Pitta. Tako. Ne? Dejansko je film ena taka ljubezenska zgodba oziroma zakonski otrok teh dveh filmov, se pravi Deadpoola in Johna Wicka. Brad Pitt fantastičen v glavni vlogi, ampak tudi vsi ostali liki so v bistvu res tako Deadpoolovsko John Wickovski v smislu tega in sarkazma in pretiravanja in v bistvu tega, da je zgodba relativno ok, oziroma da ga gledaš do konca in da te do konca zanima, kaj se dogaja v filmu. Ker je pri teh akcijskih filmih tako malo ok, no in pa se zdaj tle neki streljajo in pa me zbudite čez 20 minut, ko bo spet malo dialogov. Tle je v bistvu zadeva dosti koherentna do samega britkega konca. Britki konec. Ja, le. Kašem pa. Edini možen. Ja. Po si gledal The Patient, to je tale serija, ne? Tako, The Patient, v kateri igra Ciril Bošković, šalim se, v kateri igra Steve Carell, to je interna fora za une, ki poznate RTV Slovenija, programski svet. V glavnem, The Patient je v bistvu serija, ki je nisem še pogledal do konca, ampak gre v bistvu za za nekega psihiatra oziroma psihiatra, ki ga ugrab eden od pacientov in ga potem tam prisil, da ima ta neke take hardcore sesije v kleti oziroma seanse v kleti, da ne bom preveč spoilov. Fino je zaradi tega, ker je serija relativno minimalistična oziroma se tako dogaja na mogoče ene 2 lokacijah in je v bistvu bolj zanimivo ta dialog in ta napetost med temi liki, ki se v bistvu prepričujejo, kaj zdaj narediti in kaj ne. V bistvu gre pa za to, da pacient ugrab psihiatra in reče, ok, ti me moraš zdaj pozdraviti, če ne, imam tamle v sosednji sobi sem enega ugrabil in ga bom ubil. Dan. Pol res ne bom nič drugega povedal, niti ne bom povedal, kakšen je konc, ker ga še nisem videl. Ampak je zadeva res gledljiva, no, tudi Carell mi je fantastičen, kako mu je pač post-office uspel ta reboot v teh nekih resnih žanrih, no, kjer v bistvu še zmeraj je to Michael iz Officea, ampak v bistvu ni Michael iz Officea. No, in mi je ta prevod tega lika oziroma in Carella in v bistvu Michaela mi je res fin. Tako se mi zdi, da kar zdrži, no, oziroma da nimaš občutka, da bi mogel tam pol v vsaki seriji prbiti that's what she said. Tako da ja. Ok, a gremo kar pol poseznamo naprej, da boš ti zdaj za vsako stvar sufliral. Pol sem rekel, ok, da ne bomo samo filme, pa da ne bomo samo serije, dajmo še računalniške igre. Tist, kar reče igrice. Naj se gre solit. dobi knjigo, kaj že zdaj, zgodovina zgodovina računalniških iger. Tako, prvobitnost, tako, malo reklame, dajte dobiti recenzijski izvod. V glavnem, igre Return to Monkey Island, oziroma zaključni del, sploh ne vem, koliko delov je bilo vmes, ampak recimo, da oficialno rečemo 4, 5,
Ne, 4 so. Se pravi, Secret of Monkey Island in pol črički. Torej, Monkey Island. Ta prvi ni Monkey Island, ta prvi je, mislim, da The Secret of Monkey Island. A ni? Ali je ta drugi The Secret of Monkey Island? Na pamet, na suho. Nemo zdaj tako neki vklopi elevator music. Besno srč, ampak mislim, da je ta prvi. Jaz sem trojko igral, pa čakaj, kako je že. Nikoli ni sam Monkey Island, zmeri je še neki zraven. Ja. Eno je The Curse of Monkey Island, ta je trojka. Ja, ta trojka. Potem je The Secret of Monkey Island, ta je, mislim, da dvojka. Ali hočeš ti ful preveč scrollaš, zato ker bi mogel odklikati. Ker serijo praviščem. Serijo. Koga? Mislim, serijo, da vidim po vrsti. Aha, ok. No, v glavnem, Return to Monkey Island, pač Gilbert, glavni ustvarjalec originalnega Monkey Islanda, se vrne in zaključi pač to sago. Zanimivo mi je... Tako to je že zunaj. To je že zunaj. To lahko že kupaš. Res. In igraš in obrneš. Pač zadeva je res fantastična. Mislim, jaz sploh obožujem te pustolovščine, zaradi tega, ker so mi zanimive iz tega narativnega pristopa in zaradi tega, ker mi je fino v bistvu gledati, kako se odvija ta kot se lepo slovensko reče, world building. Ampak in je res fina, no, tako in taka zanimiva je in konc je v bistvu tak dost Gilbertovski po eni strani, to sem še lepo izvedel, ker sem obrnil špil, da so vsi pissed off, da Gilbert ima kao en način zaključevanja špilov, isto je naredil pri Thimbleweed Parku, kjer se v bistvu, ne bom. Ampak v glavnem, pač eni ful niso zadovoljni s tem, kako on zaključuje špile v zadnjih letih. Meni je bilo pa to prav tako za it's been emotional, kot bi rekel Vinnie Jones v filmu Lock, Stock and Two Smoking Barrels. A to sorry, ker te prekinjam, a si to na Steamu? Na Steamu, yes. Tako. Čeprav, če bi sledil Gilbertovemu nasvetu, se mi zdi, da je ne bi smel kupiti, ker stane več kot $20. Mislim, da je tam v enki ali v dvojki na koncu, se pravi, ko je una zaključna scena Guybruša Threepwooda, glavnega lika, in pač Elaine, neki, se pravi, njegovega, ne Elaine Benes, njegovega hearthroba, je tako, what did you learn from everything, in potem je eden od možnih odgovorov, never buy an adventure game that costs more than $20. In ta košta več kot $20, ampak vsem na svet kupite, igrajte, res je fina, tudi če niste igrali prejšnjih delov, ne boste ful... Prejšnjih 5 delov. Ma dobro, v bistvu je res tako, ta prve 3 pa tole pa si v redu. Vmes une Tales pa tisti je bilo bolj tako pač šur, ampak ne vem, kaj mi je pa zanimivo, zakaj iz tega niso nikoli naredili neke serije ali pa neke ne vem kaj, ker je res zadeva, ima ful dober sčiščene like, ful velik je teh nekih zapletov, v bistvu bi bila ta paralela še najbolj s temi Pirates of the Caribbean. Že, ampak veš kaj je čar tega click and venture, no? Kak je že ta žanr, no? Ja, point and click. Point and click, ja. Jaz mislim, da sem igral trojko, torej Curse, če se ne motim. Ker ta interaktivnost je tako močna v teh click and point and click adventurih, da v bistvu bi težko prenesel še posebej. A veš, a je v tem novem delu mečevanje z kletvicami? Ne. Naprimer, a veš, spoiler. Taka zadeva je v bistvu zelo pomembna za neko, rečemo, serijo. Ok, dobro, pa se ne rabiš igre prenesti v film, ampak tako se mi zdi, da je v bistvu za razliko, ali pa če primerjaš recimo druge špile, ki so dosti taki ne vem, kaj je dosti vse poenostavljen. By the way, gledal sem en del tega cyberpunk animeja in just don't. Ampak, dobro, lahko gledate. Igor je drugače navdušen. Pa mi rečete, a res? Mislim, Better Call Saul tretjič, cyberpunk, lej, vemo, kaj zmaga. Ne, res nimi, pa drugače sem v bistvu kar fan teh pač nekih tehno-distopičnih svetov, ampak tle mi je bilo pa res tako malo preveč
preveč vse tako, kot so mi enkrat razlagali, da so te risanke zdajšnje v bistvu vse tako navite do 11, oziroma da so vse tako neki piu, pa vse neki utripa, pa vse neki bliska, pa v bistvu ni nobenega in je tako malo kar zmatran ratam. No. Ja, naporno je, to ne moreš. 2 dela skupaj pogledati je maksimum. Ja, no. Več je težko, ker je naspidirano in našopano, ampak čist na eni narativni ravni, pa na eni cyberpunk world building mi pa deluje. No, bom mogoče pogledal še enkrat, ampak ja, Return to Monkey Island res dober. Pa še zadnja stvar iz slovenskih logov, to ni Rabljeva freska, ampak je Gain Svet 2. Ja. To sicer sem šel gledati po, da rečem, službeni dolžnosti, ker po filmu delamo v konfederaciji, wink wink, z zavodom vsak delavnice o varnosti in zasebnosti na internetu, ampak film, zanimivo, kako se da v bistvu narediti film, ki je v bistvu tako, ki bi bil lahko tudi ena taka miniserija. Ker je, če ste to gledali, niste, pejte, mogoče, no, ne vem, tako zanimivo mi je v bistvu iz tega, ker se v bistvu tako zelo dogajajo neke zadeve, se pravi, glavni lik je Gaja, it's in the title, ki v bistvu potem tam rešuje svoje kolege oziroma je pač razcepljena med svojo ločeno družino in očetovo novo punco in sestro in svojim najboljšim prijateljem, ki je mal geek, in ga pol ona rešuje iz nekih situacij, plus da imate tam fantastično izdelanega bad guyja Jurija Zrneca, ki zanimivo, to, ker zdaj hodimo po Sloveniji in pač delamo delavnice in pol zmeri malo prej pridem pa poslušam, tako kva se dogaja v kinodvorani, otrokom je najjači lik pač Juri Zrnec kot bad guy. Ja. In to je ful zanimivo. Glasnje. Ja, samo ne, bad guys so vedno najbolj zanimivi, niso. Ampak mislim, tako zanimivo mi je bilo to spremljati iz tega vidika, ker on ne počne nič tazga, kar bi bil, s čemer bi se ti tako ful neki identificiral, v smislu, da tam izsiljuje pač neke te lastnike nekih teh plažnih štantov, pa uničuje, pač, pa krade, pa uno, pa tretje. Ampak ja, to mogoče ta glasnost, pa ta neka komičnost. Ja, mislim, da v prvem filmu je bil bad guy, creepy stalker, ki proba najstnice dobiti, da bi se slekle pred njim, ne? Yes. Kar pač ni nekaj, kar bi ne moreš biti ful navijati. No. Ne moreš biti ful navijati. Ja. Tukaj pa je on, ki pač proba zbuljati ljudi zato, da bi mu prodali vse stvari, da bi lahko kupil celo obalo in Katarini čas zgradil hotel. Tako, ja, daj tam v premierski stolček. In pol pač kriči na ljudi, da so, kaj že... Storži pa še eno frazo. Tako v Kibubi, a veš, ko storže nabiraš. Kaj že, ja, mislim, da ima ene 3 te neke zmedljivke, ampak jaz sem si storže najbolj zapomnil. No, pač, ja. Piščanci. Pa piščanci, pa tako naprej. Ja. Okay. In pol ugrabi ene ljudi malo random, ampak kriči. Ja, no, tako. Lepo. A je torej Juri Zrnec / kriči, to je kul. Otrokom, ja. Igralec drame, veš. Tako. Kako pa se ti je zdel ta prikaz tega, kar v bistvu delaš, torej kriminala, varovanja zasebnosti? Meni je, mislim, itak je to za še eno serijo oziroma za še en del, ker je zmeri problem, kjer v bistvu ti nikoli ne vidiš. Tako, generalno gledano, ta cyberkriminal v resnici, tudi tako, recimo, da po mojem mnenju je zelo neseksi oziroma je zelo boring. Ne, ta zadeva pač temelji na tem, da eno je recimo social engineering, pa ti tam shackajo akante zato, ker si pač mislil, da ti je nekdo poslal mail, ki ga poznaš, pa v bistvu ti ga ni. Drugo je recimo ta nek sextortion, da ti pošiljajo neke maile, kjer se moraš slačiti pred kamero oziroma kjer ti govorijo, da te imajo slečenega pred kamero. V glavnem te zadeve so zelo dolgočasne in je zelo, v bistvu je edina stvar, ki je ne smeš narediti, je to, da kao to držiš vse, oziroma da o tem ne poveš, oziroma da nikogar ne kontaktiraš. Ne? Se pravi, da rečeš, ok, to je full bad, mene je sram, ne vem kaj.
jaz bom zdaj to sam probo nekaj rešiti in pol v bistvu vse sam poslabšaš. Ne? Tako da na svet iz resničnega življenja, če se vam kaj takega dogaja, imate varni na internetu.si, imate tom telefon, imate tudi policijo, tam imate ljudi, ki so tega navajeni, ker sem se recimo s Sicertom pogovarjal in so rekli, ja, valjda, ne, pač folk pokliče in reče, ok, tle me imajo z nekimi golimi fotkami in ne vem kaj, dajte nekaj narediti. In potem oni dejansko naredijo in o tem ne razlagajo, ne kažejo teh golih fotk na prezentacijah. V glavnem vse res poteka, mislim, tako občutljivosti materijala primerno, super, da rečem temu. Ne? Ja. In tle v filmu je pa tudi nasploh, ne, Hollywood itak, ne, je pa vse to neka, a veš, hacker, drama, tam neko tipkanje v rokavicah brez prstov in dirkanje Robot, in tako, ne, ful nekih kablov in anten in uno in tretje, kar je tako, ajde, mogoče v nekem zelo mini delu, ne, mogoče celo dejansko obstaja, ampak bodimo iskreni, ne, lopovi na internetu nimajo toliko cajta porabiti za to, da ti bodo tam nekaj ukradali, ne, ampak je to tako, če si toliko neumen ali pa če si nasedel pač na nek mail, ki ga pošljajo na 1000 naslovov, good for them, če nisi, pač ok, ne, shit happens, gremo naprej. Ne. In je ta, se mi zdi, razlika med to medijsko upodobitvijo tega oziroma seksificiranje tega spletnega kriminala, je v bistvu ful dela škodo, ful dela uslugo dejanskim kiberkriminalcem in dela škodo v bistvu vsem ostalim, ker imajo oni v bistvu ful lažji del, ker folk misli, ok, ne, če se pa zdaj tle ne bo Tom Cruise spustil po enem kablu in presekal vseh mojih laserjev in tam z neko rokavico plezu po Burj Khalifi, ja, pa ne bo nič narobe, oziroma pa se pa ne bo nič zgodil. Ne? Pa lahko temu človeku pošljem svoje gole fotke. A veš, na to foro. In tle bi si res želel, da bi končno, ker to smo pa zdaj pa res že toliko časa v tej dobi pač in kibernetskega kriminala in te digitalne ekonomije, da bi probali ali na malo drugačen način zadevo narediti seksi oziroma poudarjati kakšne druge zadeve, ali pa pač enkrat dejansko prikazati te zadeve na tak način, kot so, da gre v bistvu za zelo boring zadeve od začetka, ne, da pol drame, ki paratajo iz tega, ne, se pravi stiske, v katerih se ljudje znajdejo potem, ko se tam v bistvu sekirajo, da bodo zdaj njihove gole fotke dobili vsi v njihovem mailboxu, mislim v imeniku in da bo to šlo na frende in službo, so pa dejansko ironično ali pa žalostno, ne, še hujše, kot so te drame prikazane v filmu, ne, ker ok, tam se malo z avtomobili prevračajo, pa pol na konc zmagajo, ne, tle imaš pa v bistvu pol na konc tudi, ne, ljudje delajo samomore oziroma grejo res v neke ekstreme, zato ker ne znajo teh zadev pohendlati na način, kot bi jih lahko, oziroma kot jih dejansko, ne kot bi jih lahko, ampak kot jih dejansko lahko, kot sem že rekel, da imaš tam ljudi, ki znajo nekaj narediti. Ne. In sploh je pa to, sam to pa ali shut up, in sploh je pa to pač problem pri otrocih oziroma pri mlajših uporabnikih, kjer je pa sploh, ne, kjer so pa itak vsi na internetu tako 24/7 oziroma že mi smo 24/7, oni so 48/7, kjer v bistvu je potem ta pritisk oziroma je ta pritisk oziroma ta negativen sentiment še toliko večji zaradi tega, ker so pa itak, kot že rečeno, ne, skos v tem in niti nimajo drugega outleta, kjer bi šli pa rekli, ok, zdaj grem sem zato, da tisto drugo oziroma da to digitalno stvar malo prediham, pa pridem nazaj. Ne, oni v bistvu so skozi pod vodo, da rečem. Ne. In in je zanimivo, pač meni je ta zadeva čisto fascinantna, tudi zaradi tega, ker vidiš, da koliko imajo po eni strani pojma, pa koliko po drugi strani nimajo pojma o ničemer. Recimo ena taka zanimiva je, tudi tle delamo pač eno raziskavo okrog tega, se pravi, ok, zdaj smo usvojili, da kao privatnost pa zasebnost pred ljudmi, ne. Zdaj je faktor oziroma zdaj večji problem zasebnost pred mašinami samimi oziroma pred aplikacijami, algoritmi, bazami podatkov in tako naprej. Ne? In potem je ful zanimivo, ko se v bistvu pogovarjaš o biometričnih podatkih, pa o, ne vem, facial recognition, pa o teh zadevah, kjer v bistvu ne vidijo nobenega
nobenega problema v tem, dokler jim ti ne začneš razlagati, kaj dejansko je problem, oziroma kaj se s tem vse dogaja. Glih danes sem bil v Mariboru, se pravi na dan snemanja, zdaj tako 2 ure vmes sem imel čas pojesti domov in iti v kino Bežigrad. V glavnem je bilo ful zanimivo ravno to, kako so te zadeve poenostavljene v smislu, na koncu vprašaš, okay, kaj bi pa vi spremenili, da pač bi bilo drugače na internetu, zato da bi imeli vi najboljšo uporabniško izkušnjo, in tako danes je bila res drama, nobenih oglasov na YouTubu. Ne. In tako, čakaj, YouTube oglasi so tako, so annoying, ampak v smislu, kaj je ta mašinerija YouTuba, so tako še najmanjši problem, da moraš tam pregurati 2 oglasa za, ne vem, neko dostavo hrane oziroma za neko drugo stvar. Ampak, pustimo, to je za drugo epizodo. Tako da, pika na Gain Svet 2. Super. Super, hvala. Če kdorkoli spiše scenarij na to sceno, že imam naslov. Namesto nigerijskega princa, Šint Florijanski princ. Super, Mito. Za hormonni zaključek, sorry. Mito, the clown. Igor, ti si na vrsti, kaj si ti pogledal, kar se nismo slišali 2 tedna? Pogledal sem en fascinanten film, ki je med najbolj gledanimi filmi na svetu trenutno, imenuje se Avatar 3D. To je točno tisti film iz 2009, ki so ga spet dali v kino, ker letos pride nadaljevanje. Najbolj, zdaj, trenutno, najbolj. Ja, mislim, zdaj je Smile, prejšnji teden je bil Avatar, izgledam samo najbolj gledane filme v kinu. Gledal sem tudi 5 imamo, ampak Avatar, James Cameron ga je malo spoliral. Prva stvar je, ki jo opaziš, ampak to so spremenili, že ko so zadevo dali na Disney+, in sicer Papyrus fonta ni več. Namesto tega so dosti standardni fonti, edino tisti Avatar napis je Papyrusi na koncu, ampak ono vse, kar Navi govorijo, pa je čiste normalen font, tako da je lažje prebavljivo. Drugače pa so spolirali stvari, ki jih ne opaziš, in sicer baje so imeli ljudje probleme z utripanjem pri določenih akcijskih scenah, kar so pač povečali frame rate, Dolby Atmos so dodali, kar se pozna, če si v dvorani, ki to podpira, ampak zdaj res, mislim, ko sem 2009 gledal Avatarja, se mi je zdelo precej fucking awesome, in zdaj, če še je tisti zvok tam od zgoraj, prav, je boljši, ampak ja. Zgodba je pa čist ista. Unobtainium je še vedno unobtainable. Še vedno unobtainable, ja. Pa so vsi piksli tudi v novi verziji. Ja. Je pa nekaj, kar sem opazil, kar prejšnjič nisem, in to je, koliko fucking detajlov je v tem svetu. Mislim, ni, in tukaj prav zdaj vsi ti Marvelovi superhero filmi so, opaziš, koliko so lame, ker jih v bistvu morajo štancati, brez da bi res detajle spilili. Tukaj mislim, da Black Panther mogoče še najboljš res tale Wakando gradil, ampak drugače pa so Marvelovi filmi full generični, kar se worldbuildinga tiče, brez problema v primerjavi z Avatarjem. Avatar ima pa obupno štorijo v primerjavi z pol Marvelovih filmov. Ampak ja, tu smo. Okay. Gledal sem Smile, najbolj gledan film tega tedna. Ja. Ja. Igor, the trend follower. Igor, the teden. Pa še, a si jedel kokice pa Coca-Colo, ali? Smile, ja. Kokice. Ni Pepsi, imajo zdaj vsi kinoti. Pepsi ima, čakaj malo. Ok, dajmo to razločiti. Dajmo dalje iti, prosim. A se modi, Aljoša, moraš kje biti. Smile je v redu. Če imate radi horror filme, mene je prav presenetilo, ker že dolgo nisem videl horror filma, ki bi toliko uspešno gradil vzdušje pa... Na eni grimasi. Strahoskoke. Ja, pa to ni o ni pijači. Ne, Smile. Ni o pivu. Ja, ok. O creepy nasmehih je. Ampak cel ta štorija je pa malo tak, v bistvu že tam enkrat na tretjini ali pa polovici skapiraš, ok,
To se lahko zaključi pač tako, da bo happy ending, kar bo lame, se zaključi tako, da bo downer, kar bo lame, ker tako vidiš, kako bo šlo, ali pa nekaj inovativnega. No, ni ta tretja. Ni ta tretja. Aha, Čakaj, okay. a ti resno pri hororju pričakuješ neko tako full hudo zgodbo? Pa to. Ja. Ja, itak. To je tako, jaz sem šel Malo. gledati v kino Mission Impossible 2 in potem je bil za mano en tip, ki se je skozi drl. To je nemogoče. Dude, it's in the title. Ja, Okej. vem, ampak... Ja, Ne samo mogoče, če je Tom Cruise to naredil. To Mission Impossible ni horor. Ja. Je. Kar se hororja tiče, recimo, si imel od Get Out dalje cel kup teh filmov, ki so res ali probali nekaj povedati o družbi še zraven in nekaj dejansko drugačnega napletli znotraj tega žanra. Medtem ko tole je pa čist klasičen horor, kjer je ženska, ki jo nekaj straši in se ji meša in pač je pa zelo lepo narejeno, tako da ful bo tak bu momentov in vredo je odigrano. V bistvu dost pove o tem, da je film bil v osnovi narejen za streaming servis, pa so bili testni screeningi toliko vrejo, da so rekli, ok, dajmo ga v kino in ljudje so šli to gledati, ker je najbolj gledan film. Tega tedna. Ja. Okay. Ja, pa se lepo, končno je spet horor, mal gledan. Tako da ja, gledal sem tudi Petit Maman, ki pač v sklopu filmov Celine Sciamma je ok, ampak so zadnji 3-4 bili boljši. Tako da še vedno je boljši kot Avatar, kar se zgodbe tiče. No, ok, skratka, pejte gledati Petit Maman. Avatara in Smile. Mito? Jaz sem pa pogledal The Omen iz leta 76. In nisi upal pogledati Omen iz 2006. Nisem utegnil, nisem Še upal. boš. Ne, ker se res ne upam. Ne, mislim, že tam je bil zanimivo. Kako naj ti mu rečem? Če razumeš, da je Exorcist pa The Omen nekako da sta začetnika nekega žanra, ali pa vsaj tista ta glavna izmed filmov, ne? Žanra, mi je Exorcist itak boljši, Omen mi ni bil tako všeč, kljub temu, da je Gregory Peck cool, atmosfera je the best, ta Mal Damien mi je fucking creepy, ne vem, vse je the best, atmosfera je cool, ampak nobenih strahoskokov, v smislu, da bi bil zdaj, ne vem, pričakoval sem jih, predvidel sem jih in tako naprej, ampak tako, je cool, kako rečem, cool izgled v zgodovino, no, tako. Ja. Meni vem, da že ko sem prvič gledal ta film, je bilo tako, zdaj boš pa šel sred noči to pokopališče izkopavati. Ja. Zakaj? Ja, mislim, da ga ljudje ne vidijo. Ne, cool film je. Zabačeno pokopališče v srednji čas. To je zato, da je film. Ne? To je tako, kot tle pri gajnem svetu enkrat pol na koncu rečemo, ok, varni na internetu, pa tom telefon, pokličite, če se vam kaj tajzga dogaja. Pol je enkrat vprašal, zakaj pa Gaja ni tega poklicala, pač, ko se ji je zgodilo to, kar se ji dogaja v filmu, in pa sem rekel, ker bi bil drugač film dolg 15 minut. Ja. Pač uno. Ja, dajmo razumeti. Kako bi izgledal Breaking Bad v evropskem zdravstvenem sistemu, you have cancer, the insurance company will cover it, in to je to. Ne, začnemo že predtem, učitelj si, ne rabiš še ene službe. No, pa to je. Da delaš v avtopražnici. Ja. Tako. Ja. No, skoraj. Zaenkrat smo še tam. Ja. Še kaj mi to? Skratka, Omen je cool. Že če ga gledaš iz tega zgodovinskega stališča. Da, to je edino originalnega, novega, svežega. Zdaj sem ga drugič pogledal. No. Kar sem pogledal, drugače pa ful priporočam, da si folk pogleda Andorja. Ali pa vse, vklopite se v to. Zdaj mislim, da naslednji teden bo 8. del, če se ne motim. Možno. Ali pa 6. Ali pa 6. Ja, 6. Mislim, da 6. To je the best. To je kot politični thriller, ki se je spotaknil ob Star Wars in se pač dogaja v Star Warsih. In je full weird, ker ne morem verjeti, da pač nekaj tako dobrega znotraj Disney plus Star Warsa, tako da ne vem, res mi je cool, super je, liki so the best, dialogi so the best, napetost je the best, kamera the best, vse, kar jaz cenim, je the best. Tako da prosim, bote vklopljeni. Okay. Do you want to know more? Ja, točno to. Star Wars za odrasle, to jaz temu rečem.
Okay, hvala mi to. Jaz gledam Noč čarovnic, tisti, ki me spremljate na Twitterju, to že nekaj časa veste. Zdaj sem peti film pogledal, lahko rečem, da prvi je itak kulten, je pač mojstrovina filma, drugi je še dober, potem pa ocene rahlo padajo. In ne vem, a se ne veselim 6. ali ne. Skratka, do 13. oziroma 12. ko imamo premiero Noči čarovnic, kako je zdaj že konec? Ne, kaj je naslov? Se konča. Ja, Noč čarovnic se konča. Želim pogledati vse prejšnje, tako da zaželite mi. To je do srede. Torej... Ja. Saj imam še cel vikend mes. Zaželite mi skratka polno zdravja, ljubezni in košarico poljubov. Ljudi ne. To je bila že naša 132. epizoda, če boste verjeli ali ne. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na ime Obod, podcast za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Domen Puška v koruzi. Savič. Igor. Partizansko ime, veš. Igor, študent 3. letnika filozofije Harp, Mito Čunga Lunga Gegič in Aljoša Joko Ono Harlamo. Tole epizodo smo znova posneli v našem stalnem štabu v kinogledališču Bežigrad, ki se mu seveda zahvaljujemo za izkazano gostoljubje in podporo. Kino Bežigrad je kino za zaljubljence sploh, zaljubljence v film in zaljubljence v dober žanr. Če vam je bilo všeč, kar ste danes slišali, delite, všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno ceno na Apple Podcasts ali Spotify, spremljate platformo Aparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega in če boste v naslednjih dneh slučajno iskali kakšno zaposlitev, potem imamo ravno pravo stvar za vas. Hej, ti, milenec, milenika, ki zapravljaš dragoceni čas s primerjanjem cen avokada v trgovinah. Ne bi raje počel kaj koristnega, namesto da visiš na TikToku? Ampak kaj izgubljeno vprašaš? Kako lahko postanem produktiven članica te družbe? Brez skrbi, imamo vse odgovore zate. Pridruži se Obodovi vojski in vsi tvoji dvomi ali eksistenčne stiske bodo izginili. Denarne težave? Nikoli več. Strah pred jutrišnjim dnem? Mogoče kdaj. Etične in moralne dileme? Sploh ne. Kot članica Obodove vojske boš večino dni na svežem zraku, za tvojo telesno kondicijo in disciplino duha pa bodo skrbeli naši vrli inštruktori in inštruktorice. Pa da ne boste mislili, da je to samo prazna propaganda. Ne. Poslušajte, kaj vam Obodovi vojski lahko pove eden naših prvih rekrutov, ki je član Obodove vojske že 5. leto. Ja, vojske sem. Ne jemo avokada, nikoli. Obodova vojska se sestane vsak drugi torek v mesecu pred najbližjim oddajnikom zvoka. Kogar ni preživel. Pridružite se nam. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku in Instagramu kot podcast SKM, obot brez pikice vmes. Sicer pa najdete vse pomembne povezave tudi v drevesu, povezav oziroma na Linktree, ki ga najdete na dnu objave. Od prejšnjega tedna vas vabimo tudi na dnu objave, imate Discord server oziroma povezavo ali karkoli že do tja, kjer lahko klepetamo vsem o tekočih epizodah, o tem, kaj žanrskega konzumiramo ali bodemo konzumirali, sprotnih kratkih recenzijah in še marsičem. Na družabna omrežja še vedno tudi usmerjate, delimo rajce, reprikolce, novice sveta žanra in druge zanimivosti in tja lahko usmerite vse vprašanja, pripombe, komentarje, prijavnice za Obodovo vojsko, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Tole je bila že 132. epizoda, druga epizoda 5. sezone. Dragi oboževalci in oboževalke, svoje ušesa nastavite za okrog 25. novembra. Zakaj oktobra? Oktobra, se prečujem, ja. Oktobra, zakaj okrog, ker ne vemo čisto točno, kdaj bo tisti teden epizoda zunaj, ampak že zdaj vam lahko povemo, da boste zunaj ne ena, ampak 2 epizodi. Zakaj, se vprašate, ker je seveda, bomo govorili o serijah Hiša zmaja in Prstani moči, tako da boste dobili tisti teden 2 epizodi za ceno ene.
pravi brezplačno. V istem tednu pa lahko pričakujete tudi Halloween epizodo v živo, več o tem pa že kmalu. Hvala za vašo pozornost. I'm doing my part. Do you want to know more? Do you want to know more? Gremo vsi pod tuš.